Ti že filmi v kanistrih so nezanesljivi. Pač. I did it all wrong. Kodak še gre, Kodakovici so. Ja, pa Ilfordovi so tudi luškani. Tvoja mama je najbrž imela Zenita po vsej možnosti, ali pa Nikon je Zenit vse ful uvažal v Jugoslavijo, takrat to pa 100% ni bil pojetni šut, ker ni bilo tehnologije. Imaš medium format kamero, ti analogno? Ja, Hasselblad. Kjer pa? 50S, dvojka. Ta je super, sem se v Bratislavi delo, to je noro. Ekvivalent 50 mm, ki je 150. Bronika ETRC, 50 mm objektiv. Na načine, katere prej mogoče niso bili študenti, ki so bili spet na druge načine prikrajšani. Ampak naenkrat je polna zagona, polna ustvarjanja. Mislim, jaz ne bi rekel, da je to zdaj neko depresivno življenje, a ne? Itak, da ni. Noter v knjigi je Fedrioni Sirio Black 210 gramov na kvadratni meter, naslovnica je pa Munken Pure Rough, Zorin Kalibri 12 velikost, razmik 1,15 un tekst gor, pač tudi še ne bi, sorry. Zakaj torej ne narediti nek čist off the grid, zero corpo, total alternativno, avtonomno zadevo? Ta knjiga je tudi v resnici sama po sebi sterilna. Ne, ni šans. Že ta E6 film, ki ga imamo noter, nam ga je doniral Luka prijatelj, ki je mislil, da so že konc ti filmi, ki mu je hladilnik crknil. Ne vem, en si zlom, ne vem, nogo, pa je kaj, gor mora iti gumilarju na risbo. Svalera pol leta, ali kaj mislim, kaj? Drage poslušalke, dobrodošle v 19. epizodi 3. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes v obsežnejšem številu posladek gosti ožje člane kolektiva Arhiv, mladega, komaj vzniklega kolektiva, ki se je povezal in sestavil na podlagi skupnega ustvarjanega projekta, natančneje knjige z naslovom Sterilni študent. Skupnostni projekt Sterilni študent trenutno rezultira v umetniški publikaciji oziroma knjigi oziroma fotoknjigi, njena vsebina pa se ukvarja s pozicijo in percepcijo sodobnega študenta umetnosti in humanistike. Avtorji, torej kolektiv Arhiv, so samoiniciativni študentje Ljubljanske akademije za likovno umetnost in oblikovanje v sodelovanju s študenti Filozofske fakultete v Ljubljani. Pri vzpostavitvi te knjige in kasneje tudi pri izdaji knjige v okviru razstave v galeriji Kamera v Kinu Šiška je sodelovalo veliko število oseb, ampak srž knjige, ustvarjalno gonjo, glavni pobudniki in avtorji pa so danes tukaj z nami, in sicer Rene Ketiš, Jernej Strmšek, Tim Topič in Lan Rahne. V glavnem, danes se bomo s kolektivom Arhiv pogovarjali o sterilnem študentu, najprej kaj to sploh pomeni in zakaj je ta projekt nastal, potem pa seveda o procesu ustvarjanja in izdaji te knjige, o skupnem sodelovanju, o sami razstavi. Nadejamo se tudi enih kup tehničnih specifikacij, od offsetnega tiska do različnih lastnosti papirja, trajnosti, grafičnih postopkov, analogne fotografije, o avtorskem pristopu, snovanju knjige in celostne grafične podobe in vse, kar paše zraven. Z vami sva tudi Jernej Čuček Gerbec in Maša Žekš. Poslušate Kritiški posladek, podcast, kjer klepetamo o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture, včasih kritično, včasih manj kritično, včasih sterilno. Vse reference polinkamo v opis, zbrane so v opisu posamezne epizode. Če vam je vsaj malo cool in všeč, kar delava z Jernejem, nama lahko na Buy Me Coffee šenkate drobiž za kavo in ful hvala tistim, ki ste to že storili. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posladek. Posladek. No, in da ne pozabimo, pri nastanku publikacije so sodelovali še Eva Anzelc, Ana Rogač, Jan Kranjec in Špela Koščak. Projekt je sofinanciral sklad UL za umetniško področje in ALUO, mentorirala pa sta ga izredni profesor Peter Koštrun in profesor dr. Mladen Dolar. No, en lep pozdrav vsem. Hvala, da ste prišli v takem velikem številu. Mislim, da je to zdaj največja zasedba, ki smo jo dokdaj imeli. Celo mizo smo napolnili, enkrat toliko. Dodatne stole si sposojali pri sosedih. Da gremo malo od enega do drugega, tako da vas malo spoznamo, malo povete, kdo ste, kaj študirate oziroma s čim se ukvarjate, kaj vas zanima, pa gremo kar po vrsti, recimo od Lan pri tebi.
Jaz sem Lan Rahne, sem študent magistrskega študija filozofije na Filofaksu, pa vzporedno študiram oziroma zdaj pišem magistersko še na FDV-ju, program Sociologija upravljanja organizacij. Ukvarjam se pa najbolj verjetno s psihoanalizo pa medijsko teorijo, ni pa omejeno sem na to. Tim? Sem Tim Topič, sem študent na ALOJ-u, trenutno zaključujem dodiplomski študij oblikovanja vizualnih komunikacij z usmeritvijo za grafično oblikovanje, ampak se tudi zelo evidentno ukvarjam tudi s fotografijo, grafiko, v bistvu pa prisujem tanka veter zapiha, da me odnese, to me zanima. Dost isto pogosto izhajam iz nekih filozofskih konceptov pri svojem delu. Živijo, jaz sem Ernest Trmšek, tudi študent ALOJ. Septembra sem zaključil dodiplomski študij fotografije in zdaj nadaljujem na magisteriju. Kot fotograf primarno izhajam iz fotografije, ampak moja praksa nekako zauzema vse, tako kot pri Timu, kar mi pride pod prste. Pri fotografiji se nekako največ ukvarjam z nekim nabiranjem materiala in na to urejanjem tega, kar sem zbral v neko smiselno celoto. Ampak je pa moj proces dosti nesistematičen in intuitiven, recimo. Kaj še Rene? Jo, zdravo. Jaz sem Rene Ketiš, sem sošolec od Jerneja, kar pomeni, da sem isto prletnik magisterija. Ukvarjam se najbolj pri fotografiji z iskanjem skupnega pri ljudeh pa teh bolj intimnih trenutkih. Okay. Pa gremo kar na to knjigo, ki ste jo zdali. Format je, če jaz prav vidim, B4, ne? Ni A4 to, malo večje zgleda. Jaz sem oblikovalec, ampak B formatov se pač nikoli ne bom naučil. 32x23 cm je, tako da mislim, da lih tako, da smo komi zbasali na 100x70 polov, ko se je offset plošče pripravljali. Tako je, no. Ta format smo zbrali zato, ker je en alumni ALOJ-a isto naredil knjigo za diplomsko delo in smo tisto knjigo listali, ker smo gledali referenčne točke, kako se sploh lotiti izdelave knjige in nam je v formatu v bistvu zelo všeč. Torej, koliko jih pol prije na eno polo? V bistvu na eno stran pride 8, na en list, torej na celo polo, na obe strani pa pride 16 strani. To se itak ta klasična pravila tiskarska, torej delivo 4, vsaj minimalno, optimalno 16. Nastala je tudi omejeni nakladi, če sem prav videl, ne? Ja, samih knjig je v bistvu signirane so kot 100, dobili smo jih 104, te, kar so predstavljali, smo jih vzeli avtorji, so neuštevilčene, čisto v bistvu poprisujem zaradi finančne omejenosti projekta, pa tudi koncev boljš, da teh knjig zmanjka, kakor pa da nam 3 škatle tega sedijo nekaj na faksu potem še par letno. Tako je bila izbira okrogle številke bolj praktično kot... Tukaj že tako igramo neke tehnikalije, kar se tiče izvedbe tiska, pa to, ker v bistvu tehnologija, ki smo si jo mi zbrali za izvedbo knjige, ni najbolj praktična za tako naklado. Torej, offsetni tisk, tudi na sami razstavi je razstavljen ves odpadni material knjige, kar se tiče papirja. To je, mislim, 150 kg papirja skoraj, ker gre samo za to, da se mašina zalaufa. Ampak offsetni tisk ponuja nekaj, kar digitalni tisk nikoli ne more. In to so te v bistvu, kako se sama barva iz plošč potem preslika na papir in se obnaša na papirju. In različni efekti, ki se tudi skozi to daje doseči, tako da smo vse šli potem v to noter. Ta okoljski negativ smo pa probali nekako offsetati z izbiro določenih papirjev in barv, ki niso toliko grozne za okolje. No. Tako. Se bodo pa tudi te papirji, imamo že dogovor z katedro za grafiko na Rjavčevi, da nekateri te papirji so popolnoma uporabni za recimo pucanje matric v globokem tisku, tako da bo šla zadeva naprej. No, tako da ste malo razmišljali tudi o tem zelenem vtisu, sploh pri taki majhni nakladi s to kopij za offset je kar malo. No. Ja, sej to. Mislim, prav vse to je tudi fora, da ali ti narediš 100 kopij ali pa narediš jih 10,000. Sicer res nisem nikoli šel v 10,000 naklade, največ je bilo mislim na 6, kar sem jaz pripravljal, ampak nekako imaš vedno isto odpada. Rekel, delaš pa, je pa fora, kar veliko ljudi pri tisku ne ve, da ti, naslovence bom dal za primer te knjige, mi smo tudi, to smo na roke tiskali v MGLC-ju in mi smo na eno polo smo spravili 4 komplete naslovence in zadnje pletnice. V teoriji bi mi mogli za 100 knjig oddati samo 25 pol, mi smo jih 40 oddali, ker mora biti to lufta vmes za vsako stopnjo procesa, če se karkoli kje zalom, poleg testov, kako se zadeva obnaša, brezija, vse to. No. Tako da tega to je bilo, mislim, da tudi nam vsem, ki smo šli v tiskarno, tudi malo šokantno videti,
koliko je tega odpada. Mislim, da jaz offsetam že 7-8 let, ampak tako, da sem bil zraven skozi, tako malo te vrženo, po pravici povedan. To smo prej rekli, da je sofinanciral Svet za umetnost Univerze v Ljubljani, torej univerza. Kdo je potem pravzaprav založnik tega? Je to tudi založnik kot univerza? Ali? Ne, zdaj tukaj je motno, megleno vse skup. Uradno je izdajatelj ALO, tudi navedeno tako v kolofonu. Tako da mislim, da ALO, ker se potem tudi to predstavlja kot del založbe ALO, ker ima tudi po pravici povedan, ne vem, če univerza točno nekaj dela svojo založbo, ker to je pač, ne zaznam, razen teh par teoretskih monografij, ki so bile izdane, tako redko kdaj kaj tazga pride potem v samo založbo, da bi prav se prodajala potem zadeva, recimo ne vem, na Filofaksu, ki ima knjigarno. Ampak ja, založnik je po tej logiki ALO. Jaz bi zdaj v bistvu vprašal še, naslovnica je taka dost abstraktna, sploh glede na to, da je notranjost celega knjige zelo jasna, pač ni nič abstraktnega, je zelo faktografsko in tudi teksti so, ki obrazložijo koncepte in pravzaprav konceptualizirajo še dosti drugih stvari, ki se je dogajalo zraven nastajanja knjige. Kdo je pravzaprav bil zadolžen za platnico in kaj sploh gledamo na platnici? Ta forma, ki je na platnici, je ena iz serije, koliko 3 meni se zdi. To so vse različne verzije lestve, ki se pojavijo tudi čist na koncu v pač skupinski fotografiji avtorjev. To je naredila kolegica Eva Anzelc, isto zaključuje trenutno dodiplomski študij na ALO-ju, sicer na smeri slikarstva. Odločili pa smo se za tako naslovnico, sicer moram še opozoriti, teh lestev več in se nekako tudi stopnjujejo po prepoznavnosti in so se tudi pojavljale v samej promociji v različnih aspektih, nekako jih je pa skrb vedno vezala barva, ne? Ampak da se vrnem nazaj na samo naslovnico, zakaj smo tako zbrali. Takoj, ko bi dal fotografijo recimo od enega od nas na naslovnico, kot prvo s tem ful izpostaviš tega avtorja, kar smo mi nekako probali tukaj izničati, ker tudi če se gre gledati noter v sam kolofon knjige in naslov, pač notranjo naslovko, ne piše, katero fotko je kdo naredil. Torej to nekako razumemo kot kolektivno delo, sami vemo, kdo je naredil, kdor pozna naše stile, ve, kaj je naredil, ampak se nam ni zelo pomembno. To je prva stvar. Druga stvar pa je, da se nam je zdelo, da če bi neko fotko prelimali, to recimo neko to črno-belo, ki jih je največ, s tem nekako vodiš gledalca, potem če celo zadevo pričakuje, da se bo to noter zgodilo. Ampak knjiga v bistvu deluje v neki sinergiji teh 3 sinkopiranih celot, ki se dogajajo noter in niso bilo, če bi v bistvu potem barno dal. Tako da je ta forma ostala. Je pa tudi čist tehnično izvedeno, smo vedeli, da hočemo nekaj posebnega, unikatnega narediti z naslovnicami, to so sitotiski in z tako tehniko tiska pridejo tudi določene tehnične zahteve od motiva, ki ga želiš natisniti. Tako. Na sami hrbtni strani knjige pa so 4 formati, ali taka dobesedna simbolistična reprezentacija formatov v knjigi v smislu analognih fotografskih formatov, torej je kvadratek 35 x 24 mm za 35 mm film, pol je za 6:4:5 format, za large format in potem je še A4 stran za lana. Potem noter kot reprezentacija, ampak tudi če opaziš, to opaziš, če pa pač ne, pa tako, mi vemo, da je tam not. Je pa čist neka stilistična odločitev, po pravici povedano tudi. Ok, dajmo mogoče še malo do vaju 2 stopiti, ker sta tudi prispevala fotografije. Koliko je zdaj teh fot notri, zakaj, kako ste naredili zbor, kakšne fotke so notri? Fotografij celotnih, ne vem, koliko je točno noter, ampak gre pa številčno. Največ je Renejevih, ki je fotkal na 35 mm film in je tudi imel na koncu največ fotografij, potem je manj mojih in najmanj je Timovih, ki je pa fotkal, torej jaz sem fotkal na srednji format, Tim pa na 4:5 large format. Naknadno smo vključili fotografije prostorov ALO, ki pa so barvne, torej smo dali še eno tehniko, še en format, ki je digitalno full frame. To se je pravzaprav zgodilo dosti pozno v procesu, ker ne vem, pa je, da je bila moja ideja, ker se mi je zdelo, da nekako črno-bele fotografije same po sebi malo dolgočasno že delujejo in redundantno. Je pa tudi pač nekako protiutež temu spektaklu, ki ga prikazujemo z fotografijami tega žura, mogoče malo balansira celotno stvar. Tehnično glede teh barvnih, ti rekel si, da je to full frame, ne? A je bil mogoče tilt shift ali je bilo to digitalno potem poravnano?
Probali smo s tilt shiftom fotografirati in smo kar hitro smo se predali. Tako da potem smo s timom digitalno korigirali jih. Ja, sem je tudi dosta smo se potrudili, da smo tudi same fotke delali, da smo ravnali, pač si na mizo zlezel ali pa pač prtleh čist fotko. No, ne, zato ker, ko sem gledal, imajo zelo ta large format pridih, ne, ravno zaradi tega, ker so vse linije ravne. Sem dejansko mislil, da je tisto tudi pač po kvaliteti in vsemu bi komod lahko bil large format. Na tako velikem formatu ne vidiš. Pa ni denarja. Ni bilo denarja za barven large format. Ne, ni šans. Že ta E6 film, ki ga imamo noter, nam ga je doniral Luka prijatelj, ki je mislil, da so že konc ti filmi, ki mu je hladilnik crknil. Pač ni denarja. Zdaj smo dobili denar za knjigo, ampak ne dosti, da bi se lahko tako igrali. Pa tudi nismo dovolj dobri fotografi. Po pravici povedam tudi to, ja. Za vse nas, ki nismo full into photography, razložite te besede, ki sem jih zdaj pozabila že. Torej, tilt shift, Kako razložiti tilt shift? Tilt shift je v glavnem tip objektiva, ki se s premiki različnih teh steklenih elementov, upadnih kotov v bistvu. Ja, lahko popravljaš perspektivo fotografije analogno. Torej, da ne popravljaš tega v postprodukciji in kot nam pravijo, tak postopek potem nam da boljše rezultate, ampak v našem primeru tega nismo uporabljali, ker ne znamo. Problem je tudi na aloju fotkati, ker pač dolenka cela visi hiša. Tako, in tudi če smo mi čisto poravnali, nisi mogel dobiti ravnih linij, tako da je bilo treba postprodukcijo, ker so pa jih take mejhne razlike, da je pač nadležen in da zgleda, da smo bili površni. No, sem tudi tilt shift objektivi so malo bolj omejeni napram large formatu, ne, če lahko obe ravnini poravnaš, malo lažje. Ja, pri tilt shiftu se je pa še ena zanimiva stvar zgodi, pa isto lahko pri large formatu, a ne, kar je Jarni razložil, pa da vizualiziramo zdaj to v bistvu, če imaš to cev objektiva, se dobesedno med temi steklenimi elementi zlom zadeva in lahko kot spremeniš. In je tukaj pol fora tega in podobno lahko delaš tudi na large formatu, sploh če imaš recimo Sinar kamero, ki je čist modularna, ne rabaš tilt shift lensa, ker lahko samo plan, ki drži film ali pa objektiv spremeniš. Torej, ploskvi pač nista usporedni, ampak ena ploskva mal nagnjeno. Se pa pridejo pa tudi druge zadeve, ker se zanimive stvari s fokusom začnejo dogajati, ker lahko v bistvu vzpostaviš ne planarni, ampak linijski fokus na nek način. Tako. Ampak nismo tilt shift. Mislim, da je efekt bil kar uspešen, tudi digitalno dosežen. Glede na to, da poznamo vse te stvari in da kako sem prelistal, gledal sem, to je mogoče celo large format, glede na to, da naj bi bile tudi large format fotke. Ne? Samo zelo drag fotoaparat. Ja. No, zdaj ti praviš, da si to videl, ko si gledal fotke. Jaz tega nisem videla. Might as well bi to jaz fotkala z mojim digitalcem od matke. Pač kako, ko gledaš fotko, vidiš, da bi to pa mogoče bil large format ali pa tilt shift? Perspektiva je drugačna. Recimo, ko ti fotografiraš z navadnim fotoaparatom in ne narediš nobene postprodukcije za to, da bi popravil perspektivo, vidiš, kako ti uhajajo linije in se stvari širijo ali pa ožajo, glede na to, kam grejo od objektiva. S tilt shiftom pa lahko narediš praktično izometrično fotografijo, kot da bi risal ravne stvari. Malo pozabiš na perspektivo. Tehnična risba. Ja, tehnična risba je kar lepo povzetek tega. Large format so bile torej te črno-bele, ki so največje. Pol je pa large format fotografija še ta naša skupinska fotografija na koncu, ki je pa posneta na 8x10 inčen barni pozitivni film, kar v bistvu pomeni večina ljudi, ki razmišlja o fotografskem analognem filmu, prva stvar, ki vidijo v glavi je C41 ali pa ta CN6, kaj že bo, sem spomnil se. Skratka, barni negativni film, torej ta oranžna zadeva, gor so neke packe, to nekako se obrne na ta slika, ali mogoče celo črno-bel, no, fora s tem filmom pa je, da sam film lahko obstaja kot nek reprezentacija v bistvu barna, ker se slika izriše pozitivno gor, torej ne negativno. Ti filmi so tudi namenjeni projekciji, imamo projektorje, zato sicer za 8x10. Diapozitivi, ja. Se nekako res vem, diapozitivi rečemo prav tem, ki se jih da... Ne, vse so diafilmi, sam pač imaš različne velikosti, imaš lahko pač 35, 6, 6, 4, 5 oziroma pač srednji format, velik format. Tudi 80 so obstajali včasih. No, se so, mi smo na 80 Ektachrome fotkali. To se je treba pa zahvaliti HBO-ju in Euphoriji seriji, da so spravili Ektachrome nazaj v produkcijo. To je bilo takrat, ko se je Euphorija snemala in so oni snemali na en del prve sezone je posnet na Ektachrome pa Vision 250D.
potem se pa v drugi sezoni to se torej en pozitivni film, pa en negativni film, od Kodaka oba dva, pa se v drugi sezoni čist prešaltali na film, razen ene par teh CGI shotov. In ker ima HBO to gnarja, kot ga ima, so si lahko prvošali, da so Kodaku rekli, da so čist preuredili eno svojo tovarno in začeli produkcijo tega filma, ki ga je potem tudi uživili nazaj za navadne kupce. Je pa izjemno draga zadeva to, ampak barna ta color fidelity, ki ga lahko dobiš iz pozitivnega filma, je neprimerljiv s čemorkoli drugim. Tako. Tudi stabilno same slike gor, kar je fascinantno. Barve so tudi čisto nekaj drugega. Ja. Pač, ko jih enkrat recimo projiciraš ali pa gledaš na steklu, uživo je čisto nekaj drugega. Tako. Lahko samo za moje zadoščenje, kaj je ta drag fotoaparat? Canon R5, ki ga je v katedra za fotografijo zelo Vidim, da nimamo iste ideje, kaj je drag fotoaparat. Ne vem, kako se to staje. 2 jurja, 3. Ne, več je. Mislim, da to bo šlo kar ven, to bo samo za moje zadoščenje. Ne ramo se miriti, kurce, koliko so dragi fotoaparati. Se z GFX-a zdaj kupujem, tako da... Ja, to je zdaj na mojem wishlistu tudi. Ker pa... 50S, dvojka. Ta je super, sem se v Bratislavi delo, to je noro. Ker so tudi te interchangeable, imaš medium format kamero, ti analogno. Ja. Kjero pa? Hasselblad, da. Ok, no cool, pač, ker se ful lepo... Sam pač analogno. Ne, objektivi ful fine delujejo na GFX-ih. Je vsem. Če imaš nek prime lens, pač... Ja. Ker sem tam z Mamiya lensi fotko in to je ful sick, no. Ok, sverimo nazaj. Koliko časa ste delali to knjigo pravzaprav? Koliko je bilo od koncepcije do zaključka in mogoče še to, glede na to, da so te fotke nastajale na lanski žuru, a je bila ideja že takrat ali šele kasneje? Ja, torej za projekt na začetku je bil dost mišljen kot neka zabava ali šala. Nismo ga tako resno imeli. Smo nekako časa pred zabavo smo dejansko se spomnili tega. Moje, kakšen teden ali pa dva. Ja. Pa Jernej se je v Iber smešen zdel, da bi s to okorno sinarco fotkala žurko. Pa sem pa jaz to enkrat koštruno omenil in je bil tako, jaz sem nek koncert fotko s tem. Ok, I guess se da to narediti. In pa je bil Jernej, mislim, bom jaz za srednjim formatom, pa to, pa sem tako, ok, mislim, might catch them all, tako. Pa so pa pač Reneju rekla, ker ne vem, ker fotograf na Aloju bil boljši za dokumentirati žurko na tak način. Tako. Ja, in to smo prvotno želeli, potem tudi smo prijavili na festival Tresk za najboljšo dokumentacijo dogodka. Ne vem, a je bila na začetku mišljeno kot knjiga to? Ne, ni bilo. Mislim, da je bila sam serija, mi smo hodili povečave iz tega dela, pa sploh nikoli nismo prišli pol do tega. Ja, ker nismo zmagali na Tresku. Žan Gašperič je zmagal na Tresku. Jernejev Cimer. Ja, moj Cimer. Potem v Fotonu tudi nismo nič dobili kruha. Hvala, Maša. Je pa Rene dobil kruh, karkoli Foton da. Rene je tisto leto bil edini Slovenc sodelujoč na končnem izboru. Ja, meni je cool, jaz še nisem imel tega. Hvala, Foton. Ok, mogoče lih tok za te geeke, že ki smo omenjali, da se je fotkal z Sinarjem, to je bilo 4x5, to si pol delal z črno-belimi, ne? Ja, tukaj bom sam popravil, sem jaz narobe tudi štarta omenil, fotkal se je potem z Linhofco. Prez kamero, ampak pač prvo smo hoteli s Sinarco. To prenosno tam malo. Ja, to nam je pač profesor Koštrum posodil svojo, najprej smo... Če veš model, povej, da lahko damo od spodaj. Ne vem. Okay, se po moje, če zgooglamo, pa sliko po moje bi prepoznal. So ful preveč podobne, da bi vedel po fotki. Tako, ampak ja, najprej sem hotel s Sinarco delati, ampak to so pač ti monoraili in to okoli trogati na tripodu je pač ni za nič vse skupaj, Koštrum pa svojo kamero prenesel. Poleg tega, da ima on pač ful boljše objektive, kot imamo mi te na faksu. Če spok delajo. Ste več objektivov koristili za žur? Ja, jaz sem imel, mislim, da sem imel neko wide, ekvivalent 50 mm, ki je 150, torej to je ta najbolj basic objektiv, ki je, in potem sem imel še nek portreten objektiv, ja. In so vsi trije tudi v knjigi uporabljeni. Srednji format je bilo kaj? Srednji format je bila Bronica ETR-C, 50 mm objektiv. In to je edini objektiv, ki sem si ga lahko privoščil do zdaj. Okay. Mali format pa je bila Olympus FX, ne vem, glavno nek point and shoot kamera.
Tudi analogno, ne? Analogno 27 mm objektiv. Point and shoot, verjetno eden izmed teh mnogih iz tistih časov, kaj je to 90-ta. Nekaj iz 90-ih se mi zdi, da je. Lahko bi vzel kakšno une iz praška. Včasih so se tak fotoaparati dali v prašek. Ko si kupil prašek v Italiji, si dobil še fotoaparat zraven. Ja, ok, štekam, ok. Kendall Jenner mu je svojega Miuja posodila. Miu, to še spomnim, ja. No, to je že digitalno, ne? Ne, to so te point and shooti, ki mu je cena zrasla tako čez noč neverjetno. Tako za 800 € so se prodajali, ko se je pač ona fotka ne z njim predtem, pa si jih dobil, mislim, za 100 €. Mislim, Miu serija šla pol tudi digitalna za to. Ja, se Miu spomnim, 2 ker sem jih še Miu- prodajal. Miu Rimska 2 je bila, meni se zdi. Ja, pač na verjetno Jimmy so bili že Kimmel. prej. To je pač... Kaj? Na Jimmy Kimmel je Ja, in se je tako početverila cena čez noč. In pa lih takrat je najsošolc mogel to kupiti in ga je kupil in je dobil pokvarjenega. In pa ga je nekomu drugemu prodal in ni povedal, da je pokvarjen. Pri tolikih point and shootih in pri tolikih dobrih fotoaparatih z boljšimi lečami, zanimivo. Ok, še mogoče zadnja taka zadeva prav o knjigi. Kaj je s temi barvami na naslovnici in tudi zakaj ravno to? Prvo je bila mišljena Kaj zbir so, Julia. Prva je bila mišljena neon zelena za 100 oziroma 99 ali koliko pač za večino knjig in potem neon oranžna naj bi bila za te special edition, ki bi bila 1 ali 2. In potem, ko smo s Timom to tiskala v MGLC sito tiskalnici, pač je ta zelena izgledala dost sprana pa nezanimiva. Tako da pol Skoraj smo že obdržali to zeleno in potem smo probali plastiti oranžno čez zeleno in je dejansko izgledalo ful bolj zanimivo. Še malo bolj po nesreči je bilo to v bistvu, zato ker smo sam gledali, ker so pač take velikosti zadeva, smo mogli ful natančno papir naštimati noter v samo, ker v MGLC-ju imajo mehansko prešo za sitotisk. In smo mogli čisto natančno naštimati, zato da smo izkoristek papirja imeli narejen, tako da smo uporabili ta suh zelen print, zato da smo v spodaj spet centrirali sito, potem ko smo ga oprali in se je to čez otisnili. In se prav spomnim, da smo midva to gledala in je pol Jakob Puh, grafični tehnik v MGLC-ju, pač naj ogledal tako in mi da ti izgledava in skoraj že gremo naprej delati nekaj drugega in pa se pa pač midva se zmerno tako pač to veliko bolj zgleda, kot sem ta zelena in pa ne pol pogleda in je tako, ja, sem upal, da boste to naredili, samo nič nisem hotel reči. Ja. Tako, je pa taka fajna baby puke barva pol ratala. Je pa res, da ti neoni pol zaradi pač simultanega kontrasta veliko bolj sijejo, kot bi sam pač na beli, lik zaradi te brozge, ki je zraven. Ampak ni bilo načrtovano. Ne, totalno spontano. Pa hvala Bogu, da zgleda tako dobro. Ja. Ampak cel ta PR pa vse to, kar je na spletu, pa gre za to dvojnost. Ne? Je ta živoforstenčna zelena, pa še ta oranžna zraven. Ne? Tako kar mal strupena, čiste mi zjebal moj Instagram feed zdaj. Ja, lahko removamo collaboration, če hočeš. Ne, to je post z največ lajki. Grafično identiteto, itak smo se delali, pa konec koncev, jaz bom diplomiral iz oblikovanja, tudi poznam programe, poznam stroje, kaj se da z njimi narediti. Smo se vedno skupaj posvetovali, ampak kako, torej samo knjigo sem jaz oblikoval, pa spremni promocijski material smo pa skupaj oblikovali s kolegico Ano. Torej neki nosilci podobe so bili ta masa teksta, ki se pojavlja ali v video obliki na Instagramu, ali na plakatih promocijskih, ki so imeli celoten manifest Rilnega študenta na tistega gor. Sicer nisem dal brati, ampak bil je tam. Torej, to je bil en element, drugi element so bile te lojtre in tretji element sta te dve barvi, ker je bila v bistvu tudi celotna promocija na sito natisnjena na roke, ker je tudi tukaj se potem nekako poveže v to nek okoljski aspekt, ker konec koncev ta plakat ne neka čip zadeva na nekem plastificiranem papirju, ampak če ti je všeč, pa če smo ga izobesili neke institucije, ga lahko nekdo vzame, ker to so signirane grafike, ročno narejene. Ampak je bilo tako sestavljeno, da se lahko, to so ti trije glavni elementi, da se lahko pojavljata tudi samo dva, pa se nekako prepoznavnost ohranja. Ne? Ali pa si recimo samo lojtre ohranijo, pa pač tekst, pa se še vedno načeloma bi mogli kohezivno gledati, ali pa če vidiš najprej plakat, pa pol video, pač ti klikne, to je ista zadeva. No?
Ok, zdaj, če bi jaz malo povzela, kar smo do zdaj uspeli povedati. Celotna knjiga je nastala na podlagi iz začetka teh analognih črno-belih fotk, ki ste jih vi posneli na zaključni zabavi Odprte akademije lansko leto. Torej, Odprta akademija je v bistvu zaključni dogodek na ALO, basically zaključna razstava, ki si jo javnost lahko pride pogledat na vse 3 lokacije v živo. Potem je pa še žurka. No in ta žurka je v bistvu na teh fotkah. In kasneje, ko ste to združili v knjigo, ena od glavnih stvari znotraj knjige so eseji od Lana. In zdaj v bistvu je mene zanimalo, kako ste vi sploh skupaj prišli zdaj. In prej, ko smo rekli študentje filozofske fakultete, v resnici smo mislili sam Lana, v bistvu on je ta eni in edini študent. In to sodelovanje med faksi, to je Lan. On je ta študent in ta filofaks. In me v bistvu zanima, kako ste se vi najdeli. Ti si tudi bil na tej žurki, ko se je to fotkal, če prav razumem, in a ste se pol vi že odprej poznali, a je tebe kdo priporočil, a si ti ful hotel to, in tudi kako ste se pol, ne ideološko, ampak mogoče čistko vsebinsko tega lotili, ne? Ker first there were photographs, ne? In pol iz tega zdaj je prišel, kakor smo prej omenili, manifest, pa neka taka zelo konkretna vsebinska stanca. Tako da kako mogoče ta preplet se zgodil? Ja, jaz mislim, da v bistvu začetna vez je moja punca Valentina, ki je Timova sošolka bila na oblikovanju na dodiplomcu. In ne vem točno, kje smo se. Nekje smo se s Timom spoznala, na kakšni žurki smo bili skupaj, ne vem, sem šel pač z Valentino. Tja, in smo se ful poštekala, ne vem. A si ti kaj bolj spomniš, kaj je bilo točno? Mislim, da smo vsi skup hangali, zato ker jaz pa Jernej sva bila tudi, pač kakor deluje študij oblikovanja vizualne komunikacije na ALO, da smo fotografi, ilustratorji in grafični oblikovalci skup. Sicer z vsakim letom pač imaš več različnih predmetov, ampak pač mislim, ostanemo frendi, ker povem pač, da jaz sem se družil s fotografi so se tudi z oblikovalci, ilustratorji, skratka prije do mešanja. No. Ampak mi smo se vsaj ene dobri 2 leti poznali, prej smo sploh prišli do tega. No, tako. Jaz bi tukaj samo dodal eno tehnično zadevo, kako je do tega prišel, ker se mi zdi, da je fajn povedati, kar se tiče prijavljanja na razpise, o katerem tudi rada govorita vidva. Ker smo prijavljali to, sem jaz šel kriterij gledati od razpisa in notri mislim, da 20% ocene, pač a si projekt zasluži denar, koliko danes si zasluži, tudi sodelovanje z zunanjimi institucijami ali drugimi članicami Univerze v Ljubljani. Tako da in Lan to tudi ve, tako da mi zdaj nekaj tazga. Če ne bi bilo tega noter, po moje ne bi bil zraven pri projektu, ampak nas je v bistvu ta neka zadeva postmoderna univerza povezovanje z zunanjostjo, a ne je v bistvu prisilila v to, da smo obogatili projekt s tem. No. Ja, to je pomemben podatek. Ne? Moje vprašanje vmes bi tudi bilo, pa zakaj sam niste fotoknjige naredili sam s fotkami? Ne? Zakaj ste pol šli korak dlje, da ste pol še to? Ja, mislim, da smo itak že imela večkrat, vsaj malo teoretske debate, itak se tim tudi zanima za filozofijo. Mislim, da za to Lana tudi zanima umetnost in bere o temu in je bral, recimo Flusarja je šel brati filozofiji fotografije, ker razen fotografov po mojem noben to ne prebere, pa kamero lucido, pa take zadeve. Torej neko bazno zanimanje je bilo zelo očitno tam, tako da ne vem koga drugega bi prosil, da bi se s tem ukvarjal. No. Ja, tako da pol sem bil na akademiji, odprti akademiji, ko sploh še nisem vedel, da delajo ta projekt, ker sem jih prvič videl, jaz fotkiči. Pa ne vem, v bistvu se me po mojem pol leta kasneje ali pa še kasneje kontaktirali. Ne? Torej, če bi jaz nekaj napisal zraven. In pa sem jaz v bistvu izhajal iz tega, kar je tim napisal v prijavi. Tam še posebej se mi je od spominu tisnil, da je nekje uporabil neko besedno zvezo, neki steriliziran pa študent. Ne vem, če je bilo skupaj, no, samo te 2 besedi sta mi dali ful jasno sliko. Neko tako posebnost, edinstveno podobo v glavo. In sem v bistvu pol sam iz tega izhajal. Vem, da sem prvi esej res hiter napisal. Pa sem ga pokazal, torej skupini sem ga pokazal in smo se dobili in so bili ful zadovoljni. Pol sem pa sam iz tega izhajal. V bistvu, ja, kar je že Tim rekel, pač tudi se je veliki tek. Tudi moja punca je umetnica ali pa študira umetnost in skozi sem v stiku s tem svetom. Me tudi zelo zanima in sem pol iz lastnih razmišljanj izhajal, seveda tudi pol medijska teorija, ki je večkrat omenjena v esejih. In pa pozicija študenta, tako humanistike kot umetnosti, ker pač vidim vse en velik asociacij med vojimi študiji, vse v tem smislu, da so neki študiji, ki danes niso razumljeni kot najbolj produktivni, da največ doprinašajo k družbi.
Ampak zdaj recimo se jaz sprašujem, a je to recimo v večina medijih se to zdaj naslavlja kot publikacija, skupnostni projekt, umetniška publikacija, eni so napisali fotoknjiga. Kako zdaj vi to vidite? A je to fotoknjiga ali je to vaša umetniška publikacija nastala izpod skupnega projekta? Ker sej fotoknjiga ni nujno vedno sam knjiga, v kateri so fotke, normalno zraven tudi izjave, eseji, pesmi, whatever. A vi to razumete kot fotoknjigo? In če ne, zakaj ne? Mislim, da jo je Nuk kategoriziral kot fotoknjigo. Tako da to je to. Ja, Mr. Nuk Setsov, to je to. Kar se tiče teh definicij tega, kaj točno je, a je to knjiga umetnika, a je to zina, a je to fotoknjiga, a je to v bistvu zbirka esejev z ilustracijami zraven praktično. To je meni tako, ker se spomnim še, ker sva se še midva Maša menila, ker sva mojo razstavo postavljala za Šiško algoritmija, da pač v bistvu kje je sploh meja med zinom pa med knjigo umetnika, ne? In je pač tista moja knjiga zaradi načina, kako je bila narejena, je dost mila na to, tako da tudi tukaj je pač neka zadeva, ki obstaja nekje vmes po moje. Ampak, če bi mogel strogo definirati, bodo tudi kolegi povedali, če se ne strinjajo, bi rekel, da je to v osnovi umetniška publikacija, ne fotoknjiga. Tako. Če bi rekel, da je fotoknjiga, pomeni, da je vse ostalo podrejen fotkam noter. Sicer je res, da so teksti nastali pozneje, ampak to ne pomeni, da so vsebinsko podrejeni fotografijam. Ja, teksti pač delujejo kot enakovreden element fotografijam, tudi če pač greš skozi knjigo v nekem linearnem zaporedju, gledaš fotografije in bereš tekste in gledaš fotografije. Mislim, da se fajn povezuje, tako da ja, mogoče fotoknjiga malo odvzame spotlight iz tekstov, kar ni najboljše verjetno. Sem pač ne moreš tudi to kontrolirati, kaj folk reče temu, to je tako vedno tako. Je Tomo Stanič rekel, hvala za katalog. Ja, mi smo izdali katalog zato, da lahko razstavo postavimo. Smešen, to je kar zanimiv tak komentar. Katalog zato, da naredite razstavo. Ja, zakaj pa ne? Ampak ne, smešen drugače rečeš, kar se tiče revija v eni izdaji, zato ker jaz nisem vedel, kako se pač kolofone piše za take kompleksne projekte in pa bi knjižničarka obvestila, da je narobe napisan. Ker za take projekte se pač ne piše, kdo je bil glavni urednik in uredniški odbor, ampak se pač sam kot avtor je navede in potem fotografira. Tako da jaz sem noter naveden kot editor in chief v angleščini, ker pač nisem vedel, kako drugače se to prevede, pa smo pa še vsi 4 skup navedeni kot uredniški odbor. Tako da po neki logiki imaš prav v bistvu, no? Vsaj če gledamo kolofon. Lani bi mogoče tebe še nekaj vprašal, to bo mogoče ta hard-hitting question, ki sem ti ga že pred snemanjem namenil. Teksti najverjetneje niso peer-reviewed. Bi po malo bolj natančnem prebiranju je notri nekaj stvari, ki ne bi šlo skozi, verjetno. Bi ti jih kdo dal popraviti. Zdaj me pa zanima, glede na to, da to niso peer-reviewed teksti, vemo tvoje ozadje, da pač verjetno je to tudi neka zadeva, ki je defaultaš, ampak zakaj tako akademsko napisani in hkrati nerigorozni? Ja, v bistvu je bilo mišljeno bolj ujeti to. Mislim, jaz sem se tega lotil prej kot torej ta srednja točka eseja, ki torej ima neko strukturo, akademsko strukturo, ampak ima pa vse malo več umetniške svobode. Torej lahko, ne vem, tudi kakšne citati iz literature, itak so lahko tudi v akademskih tekstih, ampak nasploh malo več inspiracije sem si s tem lahko dopustil. No. In tudi po pogovoru z mentorjem Mladenom Dolarjem se je on strinjal, da struktura v bistvu kot celota deluje, ampak je pa zaradi tega bolj umetniški pristop kot akademski, seveda. Ja, mislim, sej, ne da je kaj narobe s tem, da zadeva ni rigorozno napisana, da ni šlo čez, ne vem, 5 drugih kolegov iz tvoje stroke in da bi rekli, ok, ja, to požegnamo, je full fine, vse v redu, nič ne štrli ven. Nič narobe s tem, ker pač tudi knjiga ni tak tip knjige, tudi prispevke niso take, ampak sprašujem se pa pač, zakaj potem ne mogoče še malo bolj svobodno, ne? Ker vseeno si se držal teh standardov, ne boš vsakeč, ki si se na nekoga nanašal, citirati, pa tudi to, da si vzel, ne, v bistvu te citate za te mislece oziroma druge knjige kot izhodišče za tvoje razmišljanje, ne vem. Ali je to sam pač zaradi navade, ker delaš skozi tako? Vedno sem tako delal, ja, seveda, ne vem, da bi kdaj seveda sem pisal brez citatov. Ja, mislim, da je tudi zato, ker Meni se je osebno zdelo, da je tudi tukaj ta neka ironija noter, ki se tudi v knjigi dogaja, ker pač to so neke fotke, neke, ne vem kaj, ne rečem, butaste žurke, ampak so zelo resno postavljene, v resnih tehnikah narejene in v bistvu pač jaz kot nekdo, ki je bil ki je pač postavljal te zadeve, koordiniral časovno tudi vse to, videl kot vsebina se mogoče zdi malo inkonsekventna v celotni sferi vsega, kar se dogaja,
ampak je napisana na tak resen način, da jo moraš resno vzeti. Ker se je bilo ogromen takih projektov, je že bilo, še bodo, naš ga ločuje to, a ne torej, kako je Lancelotu tekstov, da je pač tukaj ta odnos in tudi kako so pač potem vizualni material noter postavljeni. Bi štimal tudi to lahko, ja. Neka resna struktura pa vseeno mogoče malo bolj odprto razmišljanje. Mislim, da je bil to namen, ja. No, zdaj nedolgo nazaj se je v bistvu se je Radio Študent v oddaji Objekt meseca s prispevkom z naslovom Ne morem danes, študiram, na široko posvetil prav vsebini tega projekta, v resnici kar izhaja iz tvojih besedil, Lan. O zagonetnem študijskem obdobju študenta umetnosti in humanistike, ki ga, če citiram manifest, nevidna roka poznega kapitalizma zadnjih nekaj desetletij neumorno gnete in zdi se, da je danes od nje ostal le še nejasen zmazek. To je torej citat iz prvega eseja v knjigi. Mi se sicer danes pogovarjamo mogoče malo več o sami tehničnosti knjige, materialnosti, o sami razstavi v Kinu Šiška, pa vendar teh 6 esejev, torej v prvi vrsti je manifest sterilnega študenta, potem sledijo še ločena besedila o fotografiji, pa o hiperproduktivnosti, homogeniziranem mišljenju, akademski skupnosti, humanistiki in izzivih v družboslovnih univerzitetnih programih. Končni izdelek, fotka s črno-belimi fotkami spektakla na eni strani in potem fotkami teh praznih, hladnih alu placov na drugi strani, ki transcendirajo ta komplet študijski vibe enega alojevca, ki misli, da bo, alternativen, kreativen, drzen umetnik, da se bo iskal, da bo razvijal svojo prakso, da bo motril družbo, pa je pa prisiljen delati v kafiču za to, da ima za najemnino, pa producirati more art, ki ni preveč edgy, ki se po možnosti še da prodati in v bistvu v boju za preživetje nima časa za to neko skupnost ali pa refleksijo ali pa lenarjenje. Vse je v bistvu v nekih številkah in v bistvu osamljeno zdrsava v nek tak limbo, kjer se v bistvu po eni strani, otepa tega cinizma, pa hlasta po hedonizmu in hod na pač te žurke, ki so zdaj blekle dokumentirane. Zdaj kot knjiga, kot izdelek, kot celota, karkoli že je, fotoknjiga, izdelek, publikacija, bla bla. Ama zdaj v vaših očeh je tako to kot nekako pozitivno, ima pozitivno naravnano sporočilo, a gre to za nek zeitgeist izbljuvek pač tega časa, to pač it just is, ali je to nek low-key cry for help? Kako vi razumete to delo? V kakšnem kontekstu se giblje zdaj pri vas iz prve roke? Is it a happy book? Suffer book? Mislim, da se ne da tako jasno. Mislim, da ni prav dati neke take kvalifikacije. Je to zdaj veselo, je žalostno. Mislim, da je res nek izraz nekega momenta, ja, v času ali pa neke mladostne kulture, ki ima neke hude padce ali pa nekako so prikrajšani na načine, katere prej mogoče niso bili študenti, ki so bili spet na druge načine prikrajšani. Ampak naenkrat ima tudi, je polna kreativnosti, je polna zagona, polna ustvarjanja in mislim, jaz ne bi rekel, da je to zdaj neko depresivno življenje, a ne? Itak, da ni. Tako mislim, veš, kaj sva se mogoče glih včeraj pogovarjala. Ne? Zdaj nekdo lahko to knjigo prelista, prebere eseje in se počuti inspired. Nekateri pa mogoče prelistamo to knjigo in se počutimo še malo bolj fakt. Ok, vi ste itak delali na tej knjigi in vas navdušuje že to, da ste jo pač naredili in ste happy about it. Ampak zdaj tako čisto vsebinsko mogoče gledano, a je to nekaj, kar tako vešuno zadane mogoče nekam v eksistencialno krizico, ali je to zdaj v bistvu tak easy, subtilen korak ven iz te krizice bil, pa naj se mi ostali s to krizo ukvarjamo, ali je to zdaj že sam over the head, ker to je že mimo? Kot prvo, si smo navdušeni, da smo jo naredili, kad delaš na nečemu toliko časa, postaneš apatičen do zadeve. Ti mi je zgubil vse lase. Imam bademc, čakaj. Okay. Ne vem, pač to sva se z Irnejem tudi večkrat pogovarjala. Jaz osebno nisem več videl sploh kaj je dobro, pa kaj ne. Na neki točki ti gre vse na živce. Ker smo delali te sekvence, koliko je bilo, 5 sekvenc je bilo že vmes ali nekaj tazga, pa načina, kako je sejo vključiti, pa kam unodati, pa ne vem kaj.
da pač na konci sam tako je lahko konc, prosim zadeve, ne morem, ker ne vidiš več, kaj je prav in kaj je cool, kam bi zavil zadevo. Ampak kar se tiče, je to žalostna, je to vesela knjiga, pompozna, whatever. Jaz bi tukaj kot avtor ne bi hotel dati te izjave, ker se mi to spet vodenje gledalca, o čemer tudi govori, se pač si se bolj posredno, ampak se govori noter v knjigi, a ne. Pa včeraj so tudi na okrogli mizi to omenjali, ne, torej kako ti vodiš gledalca doma, je to fajn povedal. Ampak kot študent, ki je pač bil na tej žurki, ki je živita life, po mojem odvisen od dneva, ki bi jo gledal, no, tako če ne bila moja zadeva, zelo odvisen od dneva. Pozdravljate take neke enigmatične podobe, ki odpreš, potem pa prebereš ta manifest, ki je pompozen, tako meni se zdi, da te navzame pol nekaj tazga, ne pozitivnega, ampak tako, da je nekaj še tlet, evo, tako bom rekel, da začneš mogoče malo razmišljati o tem, tako shit, ja. Mislim, vsa umetnost je zeitgeist, a ne? Pač kar umetnost razlikuje od navadnega časopisa, da pač zajame duh časa, a ne? All in all je happy book, ne vem, tako bi rekel, mogoče kot happy team, cover. Ja, kot tim bi to rekel, mogoče pa, the taste is umami, evo, tako. Ja, jaz bi rekel, glede te apatičnosti, da zato je tudi fajn, da nas je toliko na projektu. Smo si malo podajali zadevo, če bi ena oseba to delala. Sfuzla se. Ja, Bog pomagaj. Glede tega, kako pa se dojema knjigo, ja, zdaj, če je pozitivno, negativno, ok, to, kako dojemajo ljudje, mi ni tako pomembno. Ampak definitivno pa ne bi rekel, da je tak a cry for help. Mislim, ni nam tak bad. Pa tudi mogoče ne sporočamo, da rabimo pomoč, bolj sporočamo, da prosim, naj se nam ne še bolj otežuje stvari. Pač we can deal with it, samo pač malo več razumevanja, prosim. Zdaj, tako, to je tak dvorezen meč, ne, v oziru do tega, da izhodišče za knjigo so pa fotke iz bolane žurke, ker ste se imeli ful dober. Mi se nismo imeli, mi smo fotkali. Ne grem se več tega, tudi letos so me prosili, če bi jaz pač digitalno fotko odprto, ker mi sem rekel, da ne, ker bi pač rad bi bil na žurki. Razen, če se bomo odločili in še enkrat ponovili isto stvar. Maybe not. Imam predlog, kako narediti zadevo fun in sustainable. Greš v Miller, kupiš fulnih fotoaparatov za enkratno uporabo in to je to. Če jih zjebeš, je 4 evre. To je ful netrajnostno. Analogna fotka je bila pa trajnostna. To je... Veš, koliko te litijske baterije, ki so noter, pa senzori, pa to, kaj še strani na okolju. Kaj še litijske baterije? Nič je noter. To je sam papir, pa plastika, pa film. Po moje Venus on the spot snajpala, pa če ena profesorica naša, tako res. Recimo še bolj netrajnostno. Se jih reciklira. Ja, res. Ja, samo da je nov film, pa tega pol še enkrat prodajo. A ja, to imajo. Nisem vedel, da imajo to pri nas. Drugače si pa imel eno fotoknjigo, imaš zanimivo, kar se tiče recikliranja analognega fotografskega materiala, mislim, v Hongkongu. Torej pač, kako deluje analogna fotka, ne, da imaš te srebrove halide, ki so občutljivi na svetlobo. No in so bili pač te neki pobiralci, ki so na smetiščih pobirali filme in potem z elektrolizo ven srebro pač vlekli. In kolikor se spomnim, nisem 100%, ampak so kar fajn živelo tega. Tako sem pač pobiral so to iz unih kupov in pač tako reciklirali zadevo. No. Čak, jaz bi sam komentirala te Miller fotoaparate za enkratno uporabo, ne? Ker sem to poletje jaz si umislila en ta aparat, ker sem mislila, kako bom jaz cool in bom spontano posnela teh ne vem koliko fotk in bom pol to razvila po pol leta in bo full nice in bo full ne vem kaj. In je tako tretjina fotk shit, smushed. In sem vprašala Fiša, kaj je to fora, a sem jaz zajebala, so oni zajebali, ne, kaj je fora, ampak v glavnem neke fotke, ki bi bile zelo, zelo, zelo cool, cute, hot, they are gone and I'm not impressed. Ja, tako da nekaj kvazi na pol pomembnega, kar si res želiš dokumentirati, fotkati s tem je not safe. Ne vem, kolikšna je možnost, da gre vse v franže pri teh vaših, ker to se jaz ne spoznam, sem zdaj moja izkušnja s tistim je mal sad. Mislim, lahko ti povem, da jaz, ko sem fotko na large format, sem mislim, da 40 filmov uporabil, torej 40 plan filmov, od tega jih je bilo 12 uporabnih. Na koncu, zato ker nam je flash tudi vmes pač ribal, ni se prožil takrat, ko bi se mogel, pol si pa, ne vem, pol sem imel pa po eni uri sva imela s kolegico, ki mi je asistirala špelo, pač malo dosti in smo se ga pač še malo šla nažgati in pol pač malo pozabiš obrniti kaseto, pa ker film noter pustiš, ali pa pač pozabiš za klop zapreti, svetlobo spustiš noter, tako no.
Tega problema z unmu zaenkrat na uporabo ni. Ker ima samo dve funkciji. Flash, sprožilc. Pač ne vem, kaj si delala, ampak lahko ti pa tudi povem, da če si ti fotkala noter, recimo, mi imamo z našimi očmi neverjeten dynamic range zaznave svetlobe. Torej, kako se tvoje oči prilagodijo na različne pač jakosti svetlobe in tebi se recimo tudi zdaj mogoče zdi, ok, to je ful dobro osvetljen. Po moje bi na 100 ISO film rabil fotkat na zaslonki 8 na polovinki, če ne celo na eni sekundi, po moje, da bi dobil čist izrise tudi v sencah noter. Par 8 zaslonki, definitivno več kot sekunda. No, evo, tako, pač in se ti lahko zdi, veš, da je cool, ampak nimaš judginga tega noter. No. Zato, če fotkaš s tem, fotki s flashom. Tudi odvisno, kje se je razvila. Ja, tudi to, ja. To se veliko krat zgodi, da ti pri razvijanju malo, zafrknejo. Kdo ti je razvijal? Ne vem več, sem nesla tja v kaj podhod tam pri nami, pri nebotičniku. V fotoformaciji nesla. A sem ti jaš? Aldia Studio. Mislim, da noben od njih ti ne bi toliko zafrknil. Ne, sej pač po moje niso oni, veš, kaj tudi ni, no jaz ne vem zdaj, kako oni to delajo, veš, kaj ni bilo tako, da bi en cel pas bil zjeban, ne, pač plojo tako, ta je v redu, tukaj je tema, pa vem, kaj bi mogel biti tam, pa ni bilo po noč ali pa kaj fotkan, ampak je bilo tako on the fucking daylight, razumeš? Pač to ti je najbolj s flashom, pa po moje ne več kot 3 metre. Grem tja po film, pa vam ga pokažem. Po moje ti je Fish prav povedal, konc to ful več ve, kam je o tem. Ampak on je bil tako, se zgodi. Ja. A prav iz Millerja je bil? Ne. Okay, Wanna share iz kje? Bil je iz tam pri Astri, kaj je Besenit, ne. Fotobeseničar. Tam in imajo 3 možne in jaz sem vzela najcenejšega. Unga od Ilforda. Rdeč je bil. Aqua, ew. Ti že filmi v kanistrih so nezanesljivi. Pač. I did it all wrong. Kodak še gre, Kodakovici so. Ja, pa Ilfordovi so tudi luškani. Kaj pa če si ti, če hočeš delati si sam point and shoot obaviš, tako kot ga Marene, pa... Ceneje. Realno je cenej na konc, ker ne zafrkneš tokrat. Pa mogoče boš na fotonu zmagala. Ja. Oziroma, bila druga. Ja. Se res, imaš mađarski priimk, pa... Ja, kaj, jaz sem bil letos v mađarski sobi. Sam, če koštate s fotoaparatom 800 evrov za enkratno uporabo Miu. Ne, jarni prodajem ga za 10 evrov svojega. Ja, na Kramerju dobiš za 5 evrov. Za 10 evrov nek žiti point shit pa je. Čisto, za enkratno uporabo fotoaparata ali pa filmi je čist isti denar. Ne, sem govorim iz tega aspekta, ker je manjša šansa, da boš pač zajebal po moje z point and shootom. Vse vno point and shoot lih tako. Pa za enkratno uporabo fotoaparata. Jaz sem dosti uporabljal fotoaparate, za enkratno uporabo nikoli nisem imel problema. Mislim, jaz tudi ne, sem pač... Pa za enkratno uporabo stane zdaj že 20 evrov, tako da... Ne, ni šans, da ga kupim za 20 evrov, ne dam več kot 4. Ja, 20 evrov stane. To so te ektari od Kodaka, meni se zdi. Ne, za enkratno uporabo fotič stane. Vse se ektarim reče. Ja, moraš iti v Miller in kupiti njihov brand. Ja, pa tisti je Miller shit. Brand. Ja, ni shit, čisto ok je za to. Kaj pomeni, da je point and shoot? You point and you shoot. Stisneš gumb, pač da ne rabiš štimat, ne vem, zaslonke. Rene je ekspert za to. Ampak to so vsi te stari fotoaparati, ki so jih naše matke imele, pa to babice. Ti si bilo point and shoot? Maša, ti povem skrivnost. Point and shoot. Ja, ampak... To je to prispevek. Čak, sem tisti fotoaparati, ki smo jih imeli v to... Vi ste mladi, no? Ok, ampak... Odvisen In the 90s, unik. I'm from the 90s. A ja, to... Te črne pravokotne škatelce, a je to bil point and shoot? To zna biti, ampak recimo tvoja mama je najbrž imela Zenita po vsej možnosti, ali pa Nikon je Zenit vse ful uvažal v Jugoslavijo, takrat to pa 100% ni bil point and shoot, ker ni bilo tehnologije. Mislim, da ta prvi fotič, mainstream fotič za elektronskim šaterjem je bil Nikon F2 ali F3 ali nekaj tazga. Pač ni šans, da se je poprečil slovensko a so pol, a je neka značilnost teh fotoaparatov, pa recimo tako nekaj ti fotkaš, tudi to, da ti na hitrco fotkaš in te fotke kar niso zmazane, to kar vse lepo pride. Zato, ker je flash. Ponavadi avtomatsko flash zazna. Moj Miller je imel flash. Boh ve, kakšna zaslonka je noter. Moj Miller ni imel nobenega senzorja za svetlovo. Ja. A ja, point and shoot ima senzor in avtomatsko takoj v sekundi prilagodi. Večina jih ima, ja. Ja, zazna ali rabi flash ali pa ga ne rabi. Ja. Mislim, da pa imaš, vsem so te stari fotiči so tudi imeli svetlomere gora, ne? Ampak imaš ta najbolj basic Sunny 16 rule, ker če fotkaš
večina folka, ko sem po gruntu fotka poletka, grejo na morje, si vzamejo fotič sabo, Sunny 16, torej to je za te navadne fotiče, recimo Zenit EA, s tem sem jaz začel recimo fotkat, to je odmat fotič bil. Pač, če je sonce, fotkaš na zaslonki f16, če je oblačno, mislim, da je f8/f11 in potem, če si v senci f5,6, to si lahko tudi tako napišeš. Bildek, hitrost šaterja, torej hitrost zapiranja zaslonke, pa daš isto, kot je ISO ali občutljivost filma. Sunny 16 rule, to zgooglaš in to je pač, meni se pa to osebno nikoli ni izneveralo. Si na morju fotkaš kolega, veš, tam tako, ali pa ne vem, eno drvo fotkaš, pa tako. In če fotkaš s point and shootom, ponavadi ne moreš nič nastavljati. Ja, redko, kjer point and shoot pusti globino nastavljati. Tako. Dobro, še ena stvar je filma, ker par zaslonk. Ti pusti malo zajebat, no. Ja, odvisen, ker mislim, črno-bel ti največ pusti, dynamic range, barni, negativni malo manj. Pač s tem rule 16, mislim, s tem ne zasedeš. Ja, ampak hočeš imaš tako, tudi če zajebeš za eno zaslonko, ni panike. Pri filmu je fora, da pri negativnih filmih je bolj, da ti presvetliš film, kot pa da podsvetliš, ker če podsvetliš, sam pač ni informacije gor. Če ga presvetliš, so informacije gor, ker je kontraintuitivno malo, zato ker recimo na digitalnih senzorjih pa je malo bolj, da je malo podsvetljen, kot pa da imaš pač res presvetljene zadeve, zato ker tam ne moreš podatkov vrniti potem. Pri E6 filmu je pa malo drugače, pri diapozitivih, ker mislim, da imaš pa samo manjka en stop opcije za zafrkant. Te je zadeva pač toliko podsvetljena ali pa presvetljena, da je neuporabna. Zdaj smo dobili za ston navodila in nasvete od strokovnjakov. Zdaj bom dobil SMS od Fiša, ko to vam pride in na horulu, ker vse je narobe. Tako Kela, red telefon bo samo. Sara Arman se bo pojavila pred mojim blokom. I taught you well. Ok, zdaj, če se malo oddaljimo od teh fotospecifikacij in gremo mogoče najprej na knjigo, pa še na razstavo. No? Ok, v knjigi smo že kar nekaj povedali, ampak mogoče zdaj, če gremo bolj into details. No? Mogoče, ne vem, način, kako ste se odločili, da bo vezana, katere tipe vrste papirjev ste uporabili in zakaj, kdo je določil sekvenco, kako bo, a je to kakršenkoli, ne vem, kako so tudi v času bile posnete fotke, ali čisto random, ali ste to, kakšen je bil v bistvu ta postopek in mogoče, prej smo že o tem offsetnem tisku govorili, zdaj mogoče še enkrat mogoče, kaj je dejansko fora tega offsetnega printa in kakšne so bile druge možnosti, pa ste se pa vseeno za to odločili. Kar se tiče pač offsetnega tiska, je to tehnologija, ki izhaja iz litografije v bistvu, ne? To je samo tako res high technology verzija litografskega postopka. Na offset so natisnene vse stvari, ki so v ogromnih nakladah, torej revije, knjige, embalaže. Imaš tiskarne, ki se samo s tem ukvarjajo, a ne, ki imajo potem tudi zlagalnike za te zadeve. Pa to. Ampak pri offsetu in litografiji je osnoven koncept to, da ta kemijsko pravilo, ki se ga uči že v osnovni šoli, podobno privlače podobno, podobno se meša s podobnim. Ti imaš neko površino, ali je to litografski kamen ali offsetna CTP plošča, na kateri je podoba in ta podoba, izrisana ta motiv, v bistvu se privlači barvo. Drugi deli te površine pa jo odbijajo. Načeloma pač ponovadi na principu neki maščoba, ne maščoba situacija, si na litografski kamen imaš 1000 in en način, kako ga pač pripraviti. Offsetne plošče so pa vsaj zdaj so lasersko osvetljene z računalniškim laserjem in potem pofiksirane in imaš potem to ploščo. Včasih so to delali potem tudi s temu se reče tudi fotolitski proces drugač. Zato so tudi kakšne firme še, ki se imenujejo, recimo, ne vem, ta firma, pri kateri smo mi transparence delali za sitotisk, je reče Fotolito Dolens. To izhaja še v bistvu iz tega. Oni tudi še vedno CTP plošče delajo. Ampak ja, ta tehnologija je dosti prebojna za tisk, to pa fotojetkanica, ker to so prvič, da so se fotopostopki začeli uporabljati v tisku, torej da ne govorimo o pač teh svinčenih črkah, ki se jih ljudje predstavljajo, to recimo že v 70-ih, 80-ih se je šlo na letrasete in to. No, da skrajšam, to so potem lasersko osvetljene plošče, fiksirane, to gre potem v mašino. Najbolj znana firma, ki dela te stroje, Heidelberg. To so ogromni stroji. Stroj, na katerem smo mi delali, je 10 barni, kar pomeni, da ima 10 takih štacionov, stolpčkov, ki vsak ima noter barvo in to je zdaj ekstremno posplošen, ampak to se tiska mi smo tiskali v CMYK sistemu, torej cian, magenta, yellow, key color ali črna.
In vsaka ta barva se posebej vtisne, za vsako to barvo je posebej matrica, torej ta plošča. Te plošče so tudi na razstavi vidne, so tudi v pravilnem zaporedju. Tista mašina je 10-barvna, kar pomeni 5+5, torej 5 barv na eni strani in 5 barv na drugi. Ta dodatna barva, če slučajno kakšne UV-lake hočeš noter dati, pantone, ker recimo pantoni se razlikujejo od tega, da so spot colors in pač lahko zelo specifične barve s tem dobiš, ki jih s cmikom ne moreš, sploh pač zaradi barvnih sistemov ne moreš dobiti s cmika ven. Tako in potem ta CTP plošča, torej matrica, gre na val gor je barva in potem se preko full valjev barva prenese na matrico. Matrica prenese to formo na gumo, zato se reče tudi offset, zato ker dobesedno offseta podobo in ta guma potem odtisne podobo na papir. To pa tudi izhaja iz litografskih prejšnjo, ker so tudi te hude litografske prejšnje delujejo na tak način pol. Tako da to je ekstremno posplošena verzija tega. Če vas pa zanima, kako te zadeve izgledajo, smo pa tudi video objavili na Instagram, na Fotorudniku, kaj sicer to ni dokumentarna verzija tega, ampak je tako pač, da dobiš malo občutek. So pa te stroji tudi, koliko je, mislim, da je po moje kaj vsaj 10 metrov dolg tisk, ki ga imajo v Švarcu, če ne več celo. In to so tudi potem posebno šoleni ljudje, ki s tem upravljajo. So ekstremno drage zadeve. Je pa to sicer tudi malo umirajoča praksa pri nas, zato ker pač ljudi ne zanima to več, in jih je vedno manj ljudi, ki znajo s temi stroji operirati. Te stroji se pa tudi starajo, novi pa pač ful veliko stanejo. Tako da offset, zakaj smo se pa za offset odločili, pa je zaradi načina, kako se obnaša barva na papirju. Pri offsetu, če bi imeli mi malo več denarja, bi lahko tudi te črno-bele fotke recimo tiskali z trobarno. Torej z 2 črnima, toplo in hladno črno in potem neko belo barvo v narekovajih. Tako je recimo knjige od Richarda Avedona so vse natisnjene na tak način, ko on je znam po teh svojih ekstremno kontrastnih fotografijah in zato, da se ni sama fotografija izgubila na strani, so dodali barvo benovine v spodaj na mesto bele. In to bi recimo lahko tudi mi naredili s 5. barvo, ampak pač vse te stvari dodatno stanejo. Nismo šli laserati, zato ker je tekstura nagravžna, vsaj meni osebno, mislim, da se kolegi strinjajo. Inkjetanje pa pač sem ni efficient, ker je ekstremno počasno, UV print pa tudi pač ni, je pa vsaj v mojem znanju ekstremno neobstojen. Offset je tudi dosta obstojen, pa imeli smo tudi izbiro delati z barvami, ki so malo prijaznejše za okolje. Tudi niso na osnovi mineralnih olij, ampak na osnovi rastlinskih. Jaz mislim, da v resnici pri nas offset ne zamira toliko zaradi nezanimanja, ampak samo zaradi cene. Zdaj, digitalni tisk. Lahko ponoviš, nisem te razumel od prvega dela. Pravim, da po mojem pri nas offset ne zamira toliko zaradi nezanimanja, ampak dejansko zato, ker je predrag. Zdaj, pri nas nekih velikih naklad, razen za zelo specifične stvari ni, kar je industrijskega. Če imaš dovolj veliko naklado, bo šlo na offset, ker je še vedno ceneje kot digitalni tisk. Digitalni tisk pač za, ne vem, če rabiš natisniti katalog za nek biznis, je cenej. Offset, tukaj bi samo malo popravil. Jaz sem bolj mislil to, da težko tehnike dobijo, ko bodo to delali. Aha. In tudi itak upada, tudi digitalizacija pa vse to, ampak kar imajo oni problem tukaj je, offset se draži zaradi papirja. Cena papirja je neverjetno šla gor po koroni, zato ker je tudi ogromno teh tovarn, velikih firm, ki jih poznamo za papir, torej Arctic Paper, Fedrioni, oni so res the big names, mi smo tudi recimo predlist noter v knjigi je Fedrioni Sirio Black 210 gramov na kvadratni meter, naslovnica je pa Munken Pure Rough, ki ga izdeluje Munkedals od Arctic Papers 300 gramski. Torej to so res the big names v papirni industriji. Po moje so se podvojile cene papirja vmesno, ker je ogromno teh firm bilo na Kitajskem in je bil embargo na Kitajsko. Ampak vse te stvari se pol podražajo tudi za digitalni tisk, ne? Ja, ampak tukaj pa pride to, kar sem na začetku omenjal, ti imaš ful več odpada pri offsetu tudi, koncev, ko smo pri temu. In gre, in offset pri offsetu je, kar se tiče priprave zadeve, isto, a bi ti eno natisnil ali bi jih 10,000. In je fora, da s tem, ki jih ti več natisneš, gre cena po izvodu dol. Fizično gre, zato ker se tako računa zadeva, medtem ko bi ti kdo drug dal količinski popust. Ne, to ni količinski popust, dobesedno sem pač vsak izvod, cena na izvod postane cenejša, zato ker se bolj porazdeli ta priprava vmes. So pa ti stroji tudi neverjetno hitri. Mi smo imeli toliko izvodov, koliko smo jih rabili imeti, torej za eno rundo, da grejo plošče skozi, 10 minut laufala mašina, po mojem nekaj tasga, s tem, da grejo lahko še hitrej.
te stroji. Tako. Ampak v Sloveniji tudi to so bili pa, ne spomnim se zdaj, kako je temu studiu ime, ampak Indigo 2 let nazaj, en riso studio iz Francije, so se pa tudi malo o offsetu pogovarjali pa vsem o temu in smo malo primerjali, kaj so kvalifikacije v Sloveniji, da daš offsetat, pa kaj so v Franciji in to je noro. Pri nas, recimo, moj tiskar osebno mi reče, da po 400 izvodov ne je to offsetat, ker se ti ne splača. Tebi minimum 5000 izvodov. Tako da se jim splača to laufati, ker mi smo toliko majhen trg. Ja, zdaj se to razumljivo. No, mislim, že verjetno, če bi pri nas rekli vsem, da 5 jurjev je minimalno, bi imeli še manj dela. Ja, pač ni, se jim ne bi splačali strojev zdržbati, torej tudi ta tiskarna, pri kateri smo mi tiskali Schwarz Print, oni, kot saj jaz vem, operirajo 24/7 praktično v 3 izmenah, ker tudi ti moraš drugače stroj vsakič spucati, če ga ustaviš, te barve se zasušijo, tako da to skozi laufa. Ampak jih je veliko šlo v franže, ja, no, tako naš biser tiska, ki so tudi za ZDA tiskali, za cel svet so tiskali, mislim, kataloge za svetovne muzeje so se pri nas tiskali, Gorenjski tisk je pač šel, ampak to je bilo, mislim, že pred krizo 2008. Tako da ja, gre počas, konsolidira se vse skupno, tako bom rekel, pa firme med sabo odkupujejo prostore, pa opremo, pa jada, tako naprej. Je težko, ker tudi trg, recimo, če govorimo o nekem tisku, neke zanimive knjige, ki bi jo rad prebral vsakdo v Sloveniji, da imaš neko ful popularno literaturo, tudi to, če natisneš. Ne splača se ti. Ja, ne, hoče reči, pač, a veš, to mogoče gre na offset, ne, ker se jim še nekako splača za velikost, ampak večina stvari pri nas so majhne naklade. Tudi knjige so dosti manjše naklade, kot recimo v tujini, ki je pač večja populacija, enostavno in preprosto. Pri nas se pa je pa še ena opcija, pa rotacijski tisk, ki je za Zeitunge, pa tudi kakšne revije na to tiskajo, kot je polno, če ste v filmih kdaj videli. Tako, to so ogromni bobni, ki teče, ki WC papir za Zeitunge, tako imam to. Ampak ja, mislim, ta tiskarna Schwarz Print, kot jaz vem, oni recimo tudi likovne besede tiskajo, ki sicer nimajo toliko ogromne naklade, ampak pač se mi zdi, da tisti, ki se ukvarjamo z vizualno umetnostjo, večina nas stremih offsetov, razen če imamo neke posebne zahteve, ker se tiče teksture, pa tega zato, ker pač ni primerjave. Pa recimo vem, da za roko zdelajo učbenike. To so pa stvari, ki grejo ogromne naklade, ker če pač Ministrstvo za šolstvo to sprejme, kot da je veljitna zadeva, neka šola se odloči, to si takoj, samo v eni šoli lahko dobiš 800 izvodov, takoj. A lahko zaupate, koliko ste dali za tisk? Lahko pogodbo pogleda, za tisk, ne, ja. Sorry, ne. Ok, pol pa tako. Koliko je market vrednost? Pa ne bomo razlagali, koliko ste plačali. Jaz lahko zdaj povem, da smo poslali par drugim tiskarnam tudi povpraševanje in od ene sploh odgovora nisem dobil, 200 mi pa napisali, da je projekt predrag, da bi se jim ga njim splačali izvajati. Tako da po moje govorimo, ne vem, v rangu 3000-4000 evrov. Kar se tiče, zakaj smo lahko cenovno sploh skozi pršali, zato ker še enkrat hvala Svet za umetnost, ampak za produkcijo knjige in razstave je to absolutno premalo sredstev, kar smo pač mi dobili. Je bilo delno tudi to, da smo dobili v celoti doniran papir za vsebino knjige iz papirnice Goričane. Oni so tudi zelo pozitivno nas presenetili. Tukaj jaz sem jim pisal v bistvu bolj z vprašanjem, imate odpaden papir, ki bi ga lahko uporabljali, pa če stroj spustili, imate ne vem, karkoli. Tako ja, ne, fajn projekt, povejte, ko krapte, da vidimo, če je to v naših zmogljivosti. Tudi niso nič zahtevali v zameno, razen izvodov par, ker oni ful radi strankam kažejo na fizičnih izvodih, kako izgleda njihov papir, ne samo samplerjih. So bili tako, ja, cool, ko krapte, kjer papir bi radi, tega imamo trenutno v skladiščih, sam pač vi ga morate priti tiskati, smo bili tako itak, če bo treba ga peš pridem iskati. Tako da so noter, so papirji, vsebini so od papirnice Goričane, njihova Sora linija papirjev, torej Sora Press Cream, mislim, 110 gramski, to je ta, na katerem so črno-bele fotografije, tako malo bolj topo papir, isti papir uporablja tudi Fundacija Bruman za svoje kataloge. Pol je na teksti so natisnjeni na Sora Medico Opaque 60 gramskem papirju, to je papir, ki se uporablja, ki je namenjen prav tisku navodil za zdravila. Tak full tanak, ampak za to, koliko je tanak, pa nizko gramaturo, izjemno neprosojen papir. Potem je pa še Sora Mat 1.1, ki pa je v bistvu kar fajn za barvni tisk, ker prenaša voluminozost barve, ki se nanese. Ker tudi pri offsetu je fora, da, mislim, pri vseh tiskarskih tehnikah je fora, ok, mi smo tiskali z eno barvo, črno-belo, temu rečemo 100% prekrivnost. Če bi pa jaz delal absolutno črno z torej cian, magenta, rumena, črna, vse to je 400% prekrivnost, to pomeni 4-krat več barve gor. In se vsi te njihovi papirji to fajn prenesejo, ampak ta, zato ker smo mi rabili, se je najlepše obnašal. No? Tako da se zahvaljujemo papirnici Goričane. Basically, oni so the good guys iz te zgodbe, ker glede na to, da razen, da so omenjeni notri kot izbor papirja. Ne smemo jih omenjati. Mislim, to je kar redko slišiš, da bi nekdo tako
v bistvu sofinanciral neko zadevo, pa ne bi nič zahteval zraven. Ne rečemo sofinanciral, ampak doniral, ker pa bo Durs pač got my ass. Tako, sorry, Koštruna, ki je napisan kot odgovorna oseba projekta. Ja, so še dobri ljudje na svetu. Veš kaj, ti imaš full visok success rate za te donatorje. Drugega donatorja pa Maša zrihtala. Ok, ja, ampak veš tudi za prejšnjo razstavo, za tiste odre pa to. Tep tako ljudje kar hočejo pomagati, pa sodelovati na teh umetniških pizdarijah. Ful je odvisen, kako prestopaš do njih, pa najvišji success rate imam jaz, kar se tiče teh zaradi, da greš prav do slovenskih podjetij. Tu je ogromne konglomerate in pač dol visi za te stvari. Tako pač, če bi šel do koga drugega, kakšnega drugega uvoznika papirja, ki je pač sam delene. Večinoma slovenska podjetja se veliko lepše odzivajo na take prošlje. No, ampak ok, mogoče zdaj, ko smo glih pri temu, ne, te neke pravno-formalne stvari, ne, o katerih zdaj je zelo pomembno, s kom delaš, kaj delaš, aha, alo, aha, faks, aha, javni zavod, take stvari, ne, ker zdaj tudi neka ta dostopnost knjige je do neke mere bila ali pa je še zmer omejena. Ne? Zdaj ljudje niso mogli kar kupiti te knjige, ne? Vi je niste smeli prodajati. Kaj je to fora zdaj s temi zakoni? Zakaj? Prvo je, da Alo sploh nima blagajne, kar pomeni, da sploh ne more prodajati na tak način zadeve. Edina blagajna je v knjižnici. To je prva stvar, druga stvar pa je vse, kot jaz razumem, to je financiran, pač noter v pogodbi piše za pač prejem financiranja to, da se ti ne smeš finančno ukoristiti s tem. In I guess bi se že to, da bi si mi minus svoj pokril, ki ga imamo s tem projektom, bi se štelo kot finančno okoriščanje. Treba je tudi vedeti, mi si iz tega denarja, ki smo ga dobili od Sveta za umetnost, nismo honorarjev izplačevali. Vsi ljudje, ki jih vidite noter, navedene so zastonj to delali. Ured z lektorjema so bile zastonj. Če bi pač mi mogoče tudi malo bolj se prijavili na razpis, bi mogoče dobili več sredstev, ker smo delili samo 2/3 od tega, kar je maksimum za ta razpis. The grass is always greener. Po mojem bi se šli pa pol še bolj preseravati, pa bi ne vem kaj še vse dela, pa tako, ojoj. Vse je treba tako 500 evrov zraven dati. Tako. Ampak recimo zdaj, a se da knjigo še dobiti? Ne. Sold out. Ne sold out, given out. Vse smo razdelili. Zdaj trenutno, ko si gledal na Kobisu, je na voljo v knjižnici Alo na oddelku za oblikovanje. Na Rjavčevi tudi. Trenutno še ni na Rjavčevi. Ok, mogoče, ki se omenil Kobis, kjerim knjižnice ste potalali? Ali ste poslali tako masovno ali ste sam neko selekcijo naredili? Alo ima ta neke bilateralne sporazume z knjižnicami pa drugimi javnimi institucijami, ki izdajajo kataloge in podobne zadeve, kar pomeni, da si med sabo pošiljajo in ta knjiga smo jo itak v nujni izvodi. V Kož je šla ena centralno enoto, v Moderno galerijo, v MGLC, v MSUM je šla še ena, pol pa jaz sem pač eno poslal na svojo bivšo gimnazijo. To je šlo, ampak še enkrat mi operiramo s 100 izvodi. Mi se ne moramo prvo še to še v 20 knjižnic pošiljati. Ja, že pred razstavo smo razstavljali tak 70 izvodov. Ja. Samo, ker so vsi zastonj delali. Pač moraš dati knjigo, pa imaš pa tudi kakšne, recimo, ne vem, profesorje tehnike na faksu, ki je pač smotrno jim dati knjigo. Če ne drugega dobiš review nazaj, se lahko pogovarjaš o tem, pa so pa tudi kakšni taki, ki vemo, pač, da bomo svojim študentom to spromovirali. Podobno se mi zdi tudi s tem, ko omenjaš, recimo, ko se pri različnih razstavah na vsak način puša zdaj, da pride ven neka tiskovina. Ne? Zato, ker je tiskovina v očeh mogoče ministrstva ali pa za zanamce ali pa za nek arhiv več vredna kot pač nek page na internetu. In se velikrat forsira ali pa na vsak način hoče, bomo naredili zraven katalogec, bomo naredili zraven tiskovino, tega denarja za to je absolutno premalo, to pomeni neka šiti tiskovina, ne vem, fotograf že lepo pofotka, pa se pa to natisne na nek beden print, na nek beden papir in zgleda sam slabo in te tiskovine so še vedno, ok, minus katalogi, govorimo o teh nekih flyerjih, zgibankah, te stvari, so to stvari, ki jih ljudje vzamejo na razstavi in si rečejo, ok, bom pol v miru doma prebral, to se mogoče zgodi, ampak te stvari v roku 10 let, razen pri unih horderjih ali pa z nekom, ki se s tem resno ukvarja, gre v koš za papir čez nekaj časa, zato ker pač na neki točki ti ne moreš več teh letakov hraniti. Vsaj meni se to pogosto dogaja. A veš, in kaj zdaj z vsem tem? Meni se zdi največja smrt to, ko se sam na laserca sprinta A4 tekst. Mislim, to je meni najbolj bedna stvar, ker to jaz osebno, če vzamem ta list, ga ven vržem, preden iz galerije stopam.
z unim kalibri 12 velikost, razmik 1,15 in tekst gor, pač tudi če ne bi, sorry. Je bolj samo en plakat narediti, dosti veliko tipografijo, pa da je sam tam gor tisti tekst potem. Sam opozoril te bom, da nekateri težko berejo plakate. So tudi druge alternative, imamo sodobne pač tehnologije, mislim, lahko se QR kode naštima, pač večina folka bo znala to prebrati, pa konc koncev jih imaš pa lahko tudi par, pa če pride tista ena babica, ki ne more gor pogledati, ali pa kdorkoli, ki ne more zaradi nekega načina, se jim to da. Ampak jaz sem tokrat videl v galerijah to, da sem kup tega je tam in pa tudi, če greš na zadnji tam, bo ti skup še vedno tam in ta kup, brez da bi bile sploh strani narazen vzete, bo šel v smeti. In pač ne rab se za vse kataloga delati, ne rab se za vse, ampak neka pamfleta pa je lušna, no. Se strinjam, ampak se da reševati to, no, tako na drugačen način. Meni se Cukrarna to dosti lepo rešuje s temi svojimi letakci, ki so prav zraven razstav, ne vse sicer, ampak večina, ker so dosti lepi objekti, oblikovalski, dosti koncizni teksti so noter luškan, malo se, če ti je bila všeč razstava, vzameš, a ne je pa tudi fora, da je to trd papir tis, da pač si pogledaš, lahko tudi nazaj daš, ker ga ne boš zmučkal, a ne. Obstajajo pa tudi ful fine rešitve. Katera razstava je že bila Kurni Miha? Ja, Majes, ja. Ja, mislim, da je Gal oblikoval, ko je bilo tudi pač natisnjen, bil je A4 list, natisnjen na laserc, ampak je bil, ne vem, rdeč papir, pa oblikovanje je bilo zelo privlačno in poceni rešitev, hitra, ampak je pač bila neko vrednost. Nekaj, kar si obdržal, ja. Vsi naše pamflete so za to razstavo so res otiskane in so označene vse, 100 jih je, in so vse poštempljane in označene. Tudi konc koncev, da to mogoče da neko vrednost, ok, to je pač grafika, ne, to ni samo... Se ravno kar mi je prej kolegica rekla, da si je že na steno dala, da bi se kot neki mini plakat, če si kao ne kupiš knjiga, v tem našem primeru ali pa... Vzameš. Pardon. Ne, drugače te katalogi so pa posledica samozaposlenega v kulturi, pa ministrstva, pa ne samo Slovenije, ampak tudi tujine. Recimo, če hočeš na kakšen indeks, recimo Artfacts zahteva, da imaš nek dejanski dokaz, ponavadi so to kakšni fotke katalogov, da je dejansko nastala razstava. Tako da mogoče se ne zdi na prvo žogo pomembno, ampak potem, ko začneš enkrat karierno in profesionalno delati, ko je tega odvisno tudi tvoji zaslužki oziroma pri nas celo prispevki, ne, za socialno varnost, rata kar hitro pomembno, da te stvari pač podvajaš. Zdaj, mogoče je problem, kdo bi mogel to spreminjati. Ne. Ti si sami izvajalci so mogoče potisnjeni malo v kot, ne. Ja, se je malo ironično, da mi o tem govorimo, gledam, da smo knjigo naredili. Danes tega ne bomo rešili, ampak mogli bi biti druge opcije za to reševati. Katalog samo za voljo kataloga je tako kot, ne vem... Mislim, no, zdaj lahko pridemo zelo globoko s to mislijo, ne, delati tudi razstavo za voljo razstave. Sam, a veš, tako... Zelo je, odvisen mogoče z kjer strani gledaš, ne? Ampak jaz recimo tudi, če kuriram neko razstavo v neki občinski galeriji izven Ljubljane, imajo budžet za katalogce, nek tak cute mali katalog. Jaz kot kuratorka dobim 10 teh izvodov, ne? Dej potali to. A veš, a tebe zdaj zanima, da ti jaz potalam ta katalog od enega random slikarja, ki tebe v resnici ne zanima? Komu naj jaz potalam to? Ne bom, ok, hordam zdaj to tam v predalih, da lahko čez nekaj časa nekomu to dam, ampak veš, meni to malo smeta zdaj. Ampak mi ne bi smel smetati, moglo bi mi biti pomembno, zato da jaz lahko to čez en let, ko podaljšujem status, to uvalim tja noter in sem tako, glej ta katalog, čeprav jim ga bom mogla itak v PDF digitalni obliki poslati, a veš. PDF je nov, včasih si mogel dejansko fizično noter mapco oddajati, to je bilo kar bizarno. Hvala Bogu, nisem tega nikoli izkušal, ampak se spomnim ene delavnice, ki smo imeli in je ena od teh umetnic, ki je imela delavnico, prinesla svoj katalog, kaj je ona oddajala. In to je bil pač dejansko fascikel ali debel, poln samo njenih katalogov, ker si pač ti poslal originale in to si pač ti njim poslal cel fascikel na ministrstvo. Zbiraš jih zato, da jih lahko 10-krat podaš, da lahko 10-krat podaljšaš. Že ena rešitev bi bila recimo to, da bi sploh te velike institucije bi si lahko to prvošle, da bi namesto tega, da vsaki pač razstavi dajo svoj katalog. Bom rekel, ok, v redu, ne vem, Moderna, ko gre svima cikl 6 mesecev ali 4 mesece za eno razstavo, 4 ali 6? 6 je, mislim, da je nekaj tazga, no. To mi je logično, okay, da neko buklo naredijo, pa tudi jaz imam ene par katalogov od Moderne doma in so, kupiti jih moraš in so take konkretne zadeve, ki jih še vedno listam, še vedno gledam.
Ampak bi bila rešitev, ne vem, cukrarna, ki ima teh več razstavnih prostorov, ne, torej so te glavni štuki, potem je ta medetaža, pol je podi... Še klet pa pritliče. Klet pa tam, kaj pritliče, ja, recimo, ne, že to, da se na koncu leta se izda, kaj vse je bilo v kleti. Da bi jih skupne nekako zvezali. Ker meni bilo tudi osebno pregled leta za to konc koncev, ker imam tako ful materijala noter, ne, tako malo čudno to, sem pa ful proti temu, da se samo QR kodeli ima na razstave, ker to me pa osebno ekstremno iritira. Mene kot obiskovalca razstave, da moram jaz telefon vam vlačati tam in to gledati na telefonu. In a nismo prej rekel, koliko je fajn, ko imamo QR kode? Je, ampak da bi bilo pa sam to opcija, veš pač, da je sam to je to, kar je obstaja in to imaš in je konc koncev tukaj tudi fora. Mi imamo, ne vem, starejše občane, folk, ki ni veš s telefoni, ki pač ne more tega. Jaz sem se enkrat ful v nek primer spustil z eno iz industrije, ki je tako ekstremno proti vsem tem zatiskati zadeve. In sem se tako, pač dej prosim razlož, imamo mi pa Foxe na faksu, ki ne znajo QR kode. Tako, ampak si dobro, pri dostopnosti se pa lahko tudi neko luknjo spustiš na konca, ne, tako totalno, ker veliko razstavnih prostorov v Ljubljani, v Sloveniji ni fizično dostopnih za ljudi z gibalnimi oviranostmi, čeprav so to večinoma to neke javne institucije ali pa NVO-ji financirani iz državnega denarja. Vse je v nekih kleteh, štukih ali pa v starih stavbah, ki so neke fancy oske stopničke. Ja. Tudi Aluo. Ja, konc koncev Aluo, to smo se pogovarjali enkrat z Irnejem, tako, kaj če mi dobimo enega paraplegika na faks, tako realno kaj narediš? Tako mi nimamo, ali pa ne vem, en si zlom, ne vem, nogo, pa je kaj, gor mora iti gumilarju na risbo. Svalera pol leta, ali kaj mislim, kaj? Verjetno se je kdo že kdaj zlomil nogo na faksu v zgodovini. Mislim, ja, itak, ampak tako pač neke take, ne vem, no. Ja, mogoče je faliral tisto leto, ne vem. Pač lahko bi, a veš, neki, ali pa konc koncev, ali pa da ne nadajo novo bajto, da nismo ločeni v 3 hišah, od tega 2 razpadata. Tako do te mere, da je bilo treba streho sanirati lanske, ta dolenka je pa tudi pač takšna, kakršna je. Mislim, da se je streha usula v zbornico en let nazaj ali nekaj tasga, tako izolacije ni, mislim, da imamo energy rating, ta najnižji, ki je možno, ampak zdaj smo čisto zavili nekam. Se pride ta nova hiša, ampak čez 30 let. Ja. Tako je. No, da se mogoče malo vrnemo nazaj na temo, na knjigo in to. To razmerje fotka tekst, to smo prej že nekaj malo omenili. Ker smo že na tesnem s časom, jaz bi na tej točki tukaj sam polinkala ta RS članek, kjer je bilo o tem govora. Mogoče res ta layout fotografij, kako so se te fotke noter pojavile. Mogoče še ta del s kakšnim fontom. A to bo spet Tim bo govoril pa ure o fontu. Ne font. Ok, dajmo te fotke, mogoče ta sekvenca. Jernej, to je... Ja, torej prva je bila, pred kakim letom zdaj že je bila neka verzija knjige, kot še pred financiranjem ali čemerkoli, ki je bila dost nekako kao linearno zastavljena, ne glede na potek noči, torej od nekega začetka zabave pa do konca. S Timom se nam je zdela ok, ampak zdaj v retrospektivi gledano je pač bila res shit. Do take mere, da mislim, da je Tim zbrisal file iz računalnika in vsega. Drugače sem ga najdel v iCloud Drive-u. Tako da lahko pogledamo skupaj, lahko vam pokažemo to. Strili študent 2 izide naslednji teden. Tu sterile, tu student. No, potem pač smo zadevo malo bolj resno se lotili. Tako da zdaj se sekvenca začne že nekje na sredini zabave, kar se tudi nekako sovpada z dejanskim nekim doživetjem. Naprimer, ko sem jaz prišel na tale žur, se je že vse dogajalo, dobil sem v roke pivo pa kamero, pa pač smo šli dalje. Ko sem pa jaz prišel, pa se je že vse končalo. Ko sem mogel ponjavo pripravljati. Shoutout ponjavo in Klemen Ilvar. Ja, tako da smo vse fotke so razporejene čez celo knjigo, nekako dokaj enakomerno, ampak ja, Renejeve fotke so nastale v zadnjih, ne vem, 1-2 urah zabave, ampak smo jih vseeno tako prilagodili, da deluje, kot da smo vsi bili cel čas tam. Kaj se pa tiče tega zaporedja črno-bele fotke, tekst, barvne fotke, pa se to je tudi odvisno od same vezave knjige. Vsak blok, vsak knjigoveški blok, ki je sestavljen iz 4 listov, torej 16 strani. Kako je po papirjih? 4 pole, tako grejo, 4 pole tega press screen sora, pol so pa
Pol se pa v bistvu 2 poli Sora Medico, v kateri sta vloženi noter še 2 poli Sora Matene Pikena, kar pomeni v praksi 16 strani brez krim, 8 strani. Torej 16 strani črno-belih fotografij. 4, ja, tako. 16 strani črno-belih fotografij, ne vem, potem ne vem, 2 strani barvnih, potem je 4 strani teksta, pol sta 2 strani barvnih. Torej mi na primer ne bi mogli narediti, ne vem, 2 strani črno-belih tekst, barvna tekst, črno-bela, to pač, mislim, ne bi šlo. Lahko bi bilo pač brezvezno tehnično preseravanje. No, ja. V praksi noben tega ne dela. Pa tudi da neko smiselno strukturo knjigi. Ja. Edinega oblikovalca, ki ga poznam, da se toliko zafrkava s tem, je Aida Schmidt, pa še to zato, ker obvlada tiskarske procese in pač ima ful dobro odnos s tiskarjem, ampak to je mukotrpno, če bi se drugače lotilo. Okay, gremo na ta font, zato ker jaz to dejansko googlal, ker sem bil tako, kaj je že to? In nisem prišel do zaključka. To je Sentient od Indian Type Foundry. Nisem čisto postal, mislim, da je to NVO financiran iz državnega denarja v Indiji, ampak sem imel tako ful lepo bazo 100 fontov, ki so bili popolnoma zastonj za komercialno rabo. In ene par fontov, ki so bili tudi izjemno prilagojeni za različne jezike, do potankosti ligatur, ki se dogajajo in variacije, recimo problem v tipografiji za slovenščino je kombinacija LJ, ker v bistvu naredi ful belega prostora tam ostane in pač to je res taka, če se gre noter gledati cel set glifov, vseh znakov, ki je noter, je ekstremno lepo prilagojena zadeva, no hkrati je pa tudi brljiva, ker sem typesetu zadevo, mi je bilo tudi zelo pomembno, da je pač dostopna zadeva, zato hoteli smo vmes, mislim, da s cijanom tiskati tekst, ampak pač še enkrat pa tukaj izgubiš dostopnost. Mislim, zavijamo z očmi, ampak ogromno art revij, ki ima dolge tekste, dela take stvari, recimo v Boldu in tukaj tudi dosti pride v igro to, da je moja pač mama dela kot učiteljica na pediatriji in ona pač v svojem življenju se je tudi dosti ukvarjala z otroci, ki imajo razne motnje, pač učenja, branja itd. In se pač na koncu tudi malo seznaniš s tem, zakaj bi ljudem zapiral pač dostop do vsebine, hkrati pa tudi konec koncev jaz imam včasih težave z branjem kakšnih teh overdesigned tekstov. Kaj šele nekdo, ki ima ADHD, disleksijo, ne vem kakšne vse motnje, še vseeno tako. Tako da je bil zato in je dosti simple font, hkrati pa se mi zdi, da ima nekaj par detajlov takih lepih noter. Ja, ker ko sem bil ven, sem dobil ali Minion Pro verzijo, ali Adobe Garamond, ali pa še neko tretjo verzijo, neko tretjo stvar, ki še nikoli nisem videl, pač eden od teh. Polje par malenkosti, ki sem šel prav primerjati, najprej tiste odseke, ki sem jih gledal in ne vem, G je malček drugačen, pa J je malček drugačen, nič od tega ni. To je zanimivo, ko omenjaš drugače, ker večina folka, ki primerja fonte med sabo, primerja samo kako forme izgledajo, ampak ogromno je tudi v sami širini znaka zadeva in če mu rečemo pač kontrast med linijami. Recimo, ker Minion je v svoji regular formi veliko bolj kontrasten zaradi debeline samih linij in tudi crkne po neki velikosti, pač ne moreš ga brati več. Recimo, medtem, ker tekst v knjigi na pamfletah je typeseten v 10 pikah in je še vedno velik. Jaz bi ga lahko moj do 8 pušil, da bi lahko pač res to ubil. Tako da so različne zadeve, kako se razlikuje, ampak ja, če smo čist real zdajle, jaz osebno, če bi mi dal Times, Minion, Garamond, pa tole, ne vem, če bi jih znal pripisati, kjer je kjerno. Ja, se jaz nisem. Jaz sem vrgel v Adobe noter, da mi pogleda in pol gledaš tisto, kar ti vrže ven in skušaš ugotoviti, kateri je najbližje. In pol vidiš, da noben ni in si tako, ni noben od teh, ampak je pa v tej družini. Ne? Ja, tudi ITF imel ta fontčar in je ful škoda, upam, da ga nazaj gor dajo, ker so res fajn fonti in tudi fajn izobraževalno orodje, ker imaš gor tudi cele sete glifov. Teksti o samem fontu, zelo lepo napisano o avtorskih pravicah, kar se uporabe fonta tiče in tako res fajn sajt, škoda, kaj je dal šel. Zdaj ga lahko dobite pri Timu, ga okoli pošilja. Za vsako knjigo pride USB ključek. Dajmo, zdaj, ko smo te tehnikalije pa vse to dal čez, mogoče Lan zdaj, kako si ti mogoče videl ali pa dojemal to, kako se te tehnične, materialne pičkarije v resnici koherentno povezujejo z vsebino? To sva se že včeraj malo pogovarjala. Ja, mislim, to se v bistvu povezuje tudi s tem, kako sem se loteval esejev. Torej, kot sem rekel, je to neka oblika, ki združuje bolj akademski tekst in čist
čisto literaturo, oziroma lepopis, leposlovje. In v bistvu sem tudi na ta način šel. Seveda jaz ne poznam nisem strokovno izobražen na tem področju, tako kot kolegi tukaj. In sem v bistvu zato izhajal torej poznam neko literaturo na področju, ki seveda spet bolj izhaja iz nekega bolj teoretskega vidika, abstraktnega, ne pa iz čist tehničnega vidika. In pa mojih lastnih asociacij. Torej vedno sem šel, začel se je s sterilnim študentom, potem sem pa gledal, kaj se še pojavi v povezavi, ko razmišljam o tem izkustvu. Tudi povezujem zdaj s tem, ko sem bil na samem eventu Odprti akademiji. Kaj sem takrat začutil, kaj se mi zdi, da še povezuje, recimo gentrificiran študent. Sploh ta občutek, ko prideš recimo na Dolenjko, imaš res občutek, da si izločen nekje, prostori so malo razpadajoči, kot smo se že dotaknili. In že to doda nek ta vtis. Potem to, da so bile fotke recimo analogne. V bistvu NSA sem sam zato dal recimo na to povezavo analogno-digitalno, ker danes tudi v bistvu veliko se dotikamo tega nasploh. Ljudje se poskušamo velikokrat zdaj malo odstraniti od digitalnega, ker je preprosto postane lahko svet, še posebej socialnimi omrežji, z novicami danes, lahko postane v bistvu overwhelming. Ampak je pa tudi lahko neka zanka v tem, da zdaj pa, če pa misliš, da se boš sam odstranil iz tega, je to zdaj res rešitev, a se sploh lahko odstraniš, ker jaz mislim, da se ne moreš v celoti, vedno pač pride nazaj, tudi če imaš neke pauze. Torej vedno so bile neke te asociacije, moji pogledi. Preživljal sem seveda čas z Jernejem, Renejem in timom, ko so to delali, in sem svojo perspektivo potem poskušal povezati. Ne. Tukaj gre tudi dosta, v bistvu ta projekt se je pa začel, torej prijava projekta je šla tukaj bi sem to dodal. Tako neko vodilo je bilo v bistvu tudi splošna percepcija tega, kaj mi še delamo o tem, s čemer se mi ukvarjamo, s čemer se vidva ukvarjata v splošni javnosti, da je dobesedno to tudi, kar je Jernej prej omenil. Tudi to nekaj malega, kar imamo, se gleda zviška, pa te pa itak nič ne delajo, sam žurajo, to je itak inkonsekventna zadeva in je tako model, a si ti videl naš faks. Tako cele dneve smo tukaj, tudi to bom še omenil, Alojevci, ne vem, kako je za drugi dve akademiji, smo ful več na faksu, kot moji drugi kolegi, ki so na filofaksu, FDV-ju, jada, ker smo nekako vezani tudi zaradi teh delavnic, pa to, ampak smo ful več tam. In je tako, can you just let us have this? Tako sam pust tukaj in se tudi s to percepcijo konc koncev zadeva igrano. Tukaj tudi, to sem še hotel Lanovem odgovoru dodati. Ja, ponavadi si od, 10 do 8. Solidno, prostovoljno spet ne trpimo. Prostovoljno smo na faksu, ampak je pa veliko časa vložimo v to. Eden od možnih pomislekov tukaj, ki jih jaz imam pri sterilnemu študentu, o čemer smo se pogovarjali tudi včeraj na otvoritvi z nekaterimi ljudmi. Vsebinsko celoten projekt recimo stremi k neki tej študentski avtonomiji, svobodi, želi si manj te nuje biti vpet v nek sistem ali pa biti tržen, pa biti omejen, biti steriliziran v nekem varnem balončku, ne. Noče se konformirati, hoče biti kreativen, drzen, živ. In kljub temu je knjiga nastala s pomočjo in v okviru in pod temi uradnimi mentorji. Razstava se je odvila v prostoru javnega zavoda v Kinu Šiška, v nekem sodelovanju. Zadeva je bila precej uradna v resnici, z vsem tem PR-jem in tako. Šli ste tudi čez kar nekaj takih neugodnih situacij, ne? Že na koncu, ko se moraš sam za neke kozarce 2 dni kregati, ne, zna biti annoying zelo. V smislu teh prilagajanj in dogovarjanj z ostalimi institucijami koncev, ne. Poraja se vprašanje, ne, zdaj, če je to neka ta sporočilnost, ali pa ne zdaj cry for help, ampak tako, kot smo prej rekli, te knjige, zakaj torej ne narediti nek čist off the grid, zero corpo, total alternativno, avtonomno zadevo, kjer bi v bistvu neka ta svoboda in upor prišla bolj do izraza. Kako se zdaj pol ta knjiga, ne? Ta knjiga je tudi v resnici sama po sebi sterilna v tem smislu, da je nastala tudi glih nekje kle vmes, ne? Mogli ste upoštevati vse to, kar smo se zdaj že pogovarjali. Svet umetnosti, zakoni, ne sme biti donator, ne smeš prodajati knjige, ful enih teh stvari. Hkrati pa še zmer zelo kreativen avtorski projekt, kjer ste vsi sodelovali, delali fucking nadure za džabe. In imate to zdaj za pokazati in je res hudo izpadali in smo ponosni, imeli smo to otvoritev, okroglo mizo, ful je bilo dober, neka ta kolegijalnost, povezovanje, skupnost.
A veš, ampak še zmer, ker je to upeto v nek ta sistem, brez čigar ne bi moglo nastati, razen če bi mi res nek odpaden papir skup klamfali, pa ne vem, kje tiskali to, ne, pa kdo bi nam omogočil neko normalno otvoritev, konc koncev tudi neka oprema, luči, ogrevanje, karkoli na koncu, ne veš, kje bi to na koncu bilo, ne. Kako sploh ubežati temu, ne? Ja, tukaj so ključni dve zadevi. Torej, ta izraz, ki ga je Lan v bistvu pelal v esejih in smo ga tudi zgrafitirali na Rjavčevi, je pasivna revolucija, to je prva stvar, druga stvar je pa v bistvu ta obstoj v dvojnosti. To je bilo tudi noter v osnovni prijavi na razpis. Torej, lahko obstajaš, to je tisti cringe quote, I exist in multitudes, ne? Pač obstajaš kot več slojen človek, nihče ni enoslojen, konec koncev je tudi ta knjiga. In to, kar si omenila, smo mogli skakati čez te birokratske prepreke, se meni z institucijami, te vljudne maile pošiljati, ne vem kaj vse rihtati. Je v bistvu sam po sebi nek performance tega, ne? Ker to pač je to. In zato je šlo tudi na razstavo, so šle recimo take stvari, pa so noter omenjene vse te stvari, recimo tudi če le bežno v kolofonu ali pa jih zdaj tudi omenjamo javno, na ta način je v bistvu ta dvojnost. Torej smo folk, ki gre bruhat v umivalnik, po žurki na faksu, pa ki pustijo svinerijo na tleh, iz Pixan, ki jih je pol Rene fotko, ali pa ne vem, pač whatever, ne, imamo na svojem dvoriščku drag show, ampak hkrati je pa tudi tako lahko smo sposobni nekaj tazga sproducirati, kar vsaj za nas na našem nivoju je po mojem to najbolj resen projekt do zdaj, no. Ker da lahko pač obstajaš v dvojnosti, ne. Ker to tudi Lan v esejih omenja noter, kar se tiče te sterilnosti, tudi zaradi družbenih pričakovanj, ker smo že itak na tankem ledu z veliko ljudmi, z veliko splošne javnosti smo zelo na tankem ledu. Ta prva stvar, ki je kriza, se kulturo seka, je pač tako, da imaš feeling, da sploh ne moreš prestopati te črte, pa tukaj ne govorimo o neki ful inflamatorni zadevi, kakor neki akciji javni, ampak že samo to, da obstajaš in da greš žurati in ti nekdo prebije, ja, alo je, vse kaj pa drugega, ali pa ja. Pač nikoli ne smeš žurati. Okay. Ne smeš živeti, ne smeš dihati, lahko delaš svojo zadevo in to je to, ampak še to pazi, kaj narediš, ker če je slučajno malo preveč nekam pušne zadeva, glej Arjan Pregal, ne, situacija, ki se dogaja z njim v medijih, pač to pa tudi ne. Ampak tega pa ne moreš. Sej, glih ta umesen prostor, kjer naj bi se ti kao gibal, ne? Ja. In pol si tudi znotraj produkcije omejen znotraj tega prostora na nek način, če ne drugega zaradi fucking sredstev. Ja, ampak mi smo tukaj pač smo dobili to šanso in konec koncev gre tukaj tudi še za bolj neko, torej, kar se tiče te dvojnosti, mi zdaj ne kažemo z neke random žurke, na katerem je bilo par alojevcev, ampak kažemo alovo žurko in smo jih povabili, tudi odprta akademija, sam koncept odprte akademije je to, da se povabi javnost na drugačen način, kot prej, ko so bile pač te semestrske razstave, na kateri je pač vodja akademije, kdorkoli že bil takrat, ko to je drugač, kot jaz razumem, brainchild trenutnega dekana Alena Ožbolta, profesorice Emine Đukić, pa lansket je profesor Tomo Stanič to organiziral tudi zraven. In se je spremenil totalno odnos javnosti, kar se do tega tiče, tudi veliko večji obisk same razstave imamo na vseh treh lokacijah, ne samo na tisti lokaciji, ki je žurka. No. Tako da in tukaj gre še potem še dodatno layer tega, da ja, ni to kar ena žurka, to je alo interna žurka, na katero ste vi povabljeni. Nismo mi bili, ampak vi ste k nam povabljeni, dobrodošli, tukaj smo, ne, na to situacijo in tukaj pač ja, ta dvojnost potem pride v igro. Ne. Torej, lahko smo to, lahko smo pa pač tudi ta knjiga. Ne. Štekam pa, zakaj se ti zdi mogoče malo celo hipokritičen sam akt, smo večkrat tudi sami razmišljali o tem, da je v bistvu sama zadeva malo oksimoronska. No, meni se zdi, da v bistvu velikrat... Sej tudi omenjam recimo Marshalla McLuhana, ki govori recimo o tem, da pomembno je, da prepoznamo svoje pogoje, tudi če delamo še vedno o njih. Se pravi, mi prepoznavamo svojo situacijo, tudi če še vedno to delamo. Predvsem je pomembno to, da razumemo, kakšni so pogoji, kakšne so naše možnosti, da mogoče najdemo neke alternative. Tukaj smo pa tudi govorili na okrogli mizi recimo včeraj o pasivni revoluciji, ki ni pač zdaj neka revolucija, oziroma ali pa nek pasiven upor, da ni to, da zdaj se ti postaviš zunaj sistema in se boriš proti sistemu. Ne, vedno si noter. Pomembno je samo, da mogoče pokažeš neko novo perspektivo, ki nekaj novega odpre. Glede delanja v sistemu, mogoče pač mi, ne vem,
kakšne so vaše težnje, ampak pač mislim, nočemo ubežati sistemu, ne? Po eni strani, zato ker pač je very comfortable tukaj. Po drugi strani pa pač, mislim, nismo ne na čisto nasprotujemo institucijam, pač imamo probleme z njimi, ampak vseeno pač mogoče je ta pač se naredi ta nek dialog ali pa ples ali whatever. Ples z Kinošiška. Kaj si glih... Bad guys, veš. Oni so diktatorji slovenske vizualne scene, totalno, tako, veš, mislim, fakej, tako... Kaj si glih omenil to performativnost, ne, ta performance. Zdaj ta vaša fotka na tej lojtri, ne, dosti je bilo teh komentarjev, ne, bomo kaj pokomentirali, ta Irvin Triglav Relation. Sam zato, ker imamo obleke gor, nismo Irvin, pa sam zato, ker smo v trikotni obleki, nismo Triglav od Ohoja. Pa je to edini reference point za nekoga, ki pač to pogleda, pa tudi ne vem, kaj ne rečem. No, tako. So tudi druge forme, iz česar to izhaja, mogoče čist osnovna fraza slovenska, ki je povzpetništvo. Lojtra na vrhu faksa smo, tako v oblekah smo sterilizirani, smo na tej fotki, a ne, tako da ne vem, no, mene mal me že jezi na tej točki osebno ta asociacija, no, po pravici povedan. Meni je čist fina. Meni gre na živce. Jaz sem to že tokrat slišal, da se sam tako zapisam, ja, sure, whatever. Pa ful fino je na razstavi, ta fotografija 1x20 m je natiskana in smo jo dali tako lepo visoko, da nas moraš gor gledati. In potem so na razstavi, smo med govori vsi štirje stali na lestvi, medtem ko je naša kuratorka, dekan in naš mentor, da so dajali govore pod nami. Ker kot so bi kind of small, o čemer govorimo tudi. Ja, pač to je tako v tem aspektu, ampak ja, ta asociacija za pač kolektiv, ja, sej, mislim se oni, sorry, pa so tudi pač Irvini so zelo transparentni v tem, iz kje so jemali navdih za te svoje akcije, ne, torej po tej logiki bi lahko se začeli že pogovarjati o tem, da smo mi to skopirali od 17. stoletja Francije, ko so se prvi začele uniforme pojavljati in take zadeve, ali pa vem, corpo dress, torej ta model, mislim, da je bil britanski, je pač uničil moško modo s tem, da je pač upeljal to obleko, ki jo zdaj poznamo, pač vse referira na vse. Nažalost smo mi pač fasali to, ne vem, kaj ne rečem. Kdo se je spomnil ime kolektiva? Yes. I have a way with words. Imamo radi arhive, fajn je biti kolektiv, ker je, da dobiš več možnosti, tako da kolektiv arhiv. Odlično, zdaj mogoče bi počasi zaključili, ker smo že kar dolgi. Kdo in kakšne ima še final thoughts? Fuck you, šola. A to vedno Rene ima vedno neke te zaključne one-linerje. Ja. Po moje je to, ne vem. Zdaj, mislim, konec je, ne vemo, kaj bomo delali zdaj. Nov projekt, prosim. Ja, zdaj je treba razmišljati, kako se upisati in morati samo zaposleno v kulturi. Nov chapter, nova knjiga. Mi še študiramo. Ja, ne smemo. Še en let po študiju ne smemo. In če bomo probali... Da moraš en let čakati, potem, ko zaključiš... Ne, sam 2 leti po študiju imaš čas, da se upišeš pod posebnimi pogoji, ne čakati. Če da moraš čakati en let. Ja, ne, če se takoj vpišeš, imaš bolj umiljene... Mislim, če boš čakal 2 leti, ti ne boš tele razstave iz faksa, ti ne boš imel posebnih pogojev, tako da takoj zatem upisati, če je to namen. Ampak to, ko nehamo študirati čez 10 let. Lan mogoče še kaj za zaključek? No, že pa dir se. Ne, mislim, da je to. Ok, pa hvala vam, drago občinstvo, za vašo pozornost. Najlepša hvala kolektivu Arhiv za tale prijeten pogovor. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode deliva tudi na Facebook in Instagram.
Posladek ima Instagram zdaj, sam tok. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmerl. Napišite nam kakšen kul komentar, polajkite epizodo, subscribite se, ker pač zgleda, da sam 5 ljudi to posluša. Donirite kakšen kofe, obiščite kdaj kakšno študentsko razstavo, če ne drugega Odprto akademijo, spremljite, kaj delajo, dokopljite se do knjige Somehow v knjižnici I don't know in probite biti malo manj sterilni. Bye! Adijo. Čau. Bye. Čau, čau! Drugače imamo na Aloju s tem problem, zdaj se je knjižnica selila in so najdel tako škatle in škatle nekih čudnih katalogov, ki jih je univerza natisnila, ki jih živ Bog ne bo prebral, ki je tako v 6 knjigah in so imena in biografije vseh profesorjev noter. In je pač sem tako, zakaj je bilo to natisnjeno v več tisoč izvodih, tako štekam 500 ali pa štekam 100, ampak tako zakaj? Tako, in je pač tudi, to je tudi dost pač ta ekološki aspekt tega, a ne, tisk je inherentno neekološko, netrajnostno dejanje, ker pač dobesedno tukaj so mrtve drevesa noter, pa to barvo spirati in pač delno je tudi to, da si odgovoren s temu, kam gre ta zadeva in da ta zadeva lepo zgleda in da ta folk bo imel doma in ne bo sam stran zabrisal. To so tudi neke končne odločitve, ki v bistvu pripomorejo k temu, a ne. Ker jaz osebno tudi ne vem, kakšne revije, ki mogoče mi vsebina ni všeč, pa so mi lepo narejene, pa lepo natisnjene, pa jih imam doma Uno Lady, ki je narejena na absolutno najcenejši papir možno, sploh z neposušenimi offsetnimi barvami, ki smrdi, ki jo odpreš, pač sorry, to mu pa pač stran vrgo, ne, tako da tudi tukaj malo. Alright, kako bomo govorili, takole? Ja, hamburger iz Burek Olimpija ima 3 tipe burgerjev, en je navaden, en je beef burger, pa še nek, tako je, pa še nek bolj fancy. Jaz sem tistega, ne, sej navaden je beef, ampak ima tako tisto tanko pleskavico. On je pa tipo quarter pounder. Ja. Malo bolj fancy. Okay. Smo vodilno fronto. Se šofa. Jaz sem delal kovance za neko obletnico Osvobodilne fronte in tako kolegi se vprašajo, zakaj delaš za OnlyFans kovance? No. A lahko govoriš malo bolj razločno in artikulirano? Heideggera pa res nisem veliko bral, nisem tak O fenomenologija moj Bog, fan. a res? Nekaj samo, da se bo razgovoril. Adorno, kaj se spomniš? Adorno, ja, super. Dialektika razsvetljenstva je naredila velik vpliv na mene, ko sem študiral še medijske študije. V bistvu res en tak tekst, ki ti lahko spremeni perspektivo na pop kulturo, se mi zdi. Ne vem, mislim, se danes je mogoče to bolj mogoče ni bolj znano, mogoče se samo meni zdi, ampak Okay, je že dosti. Okay. Tiho. Kako se zdaj kura zadrži? Kaj si nazadnje gledal film? Shit, ne spomnim se. Kaj si misliš o Taylor Swift? Full je shit. No. Shit, slabo dobro. The shit, mogoče. She's the shit, ja. Taylor Swift se misli. Kaj je bil 10 minut na rentu v avtu, ko smo se vozili On ve, ja. za to. On ve. Rent je bil o Taylor Swift. Put the tip close. Poljubi ga. We work for tips. Ja, jaz najboljš, da ne. Okay.